In sem se obul v čevlje, mobažna majica, pa gremo tam čez hrib, čez Bogenšperk na drugo stran, niti razdalje nisem točno vedel. In sem pač pretekel to, ne. Pa je rekel, ja, imaš kar nekaj prednosti, ja, ne vem, koliko pa. Sem ga njega vprašal, ja, ne vem, 4-5 krogov si mi dal, a ti si drugi. Nisem vedel, ne. Vem, da je to mogoče čudno slišati, ampak najbolj uživam v mogoče drugi polovici oziroma takrat, ko rata težko. Mogoče sem imel enkrat slab trenutek tam na Celtigu, pa sem rekel, da ne gre v en krog mečkam hoditi. Rekla, lej, če si tu kdaj počuva 5 laufa, zdaj na koncu kavo zdaj na nekaj hodil. In so se takrat na Petrolu, se mi zdi, ustavili, da so pogledali takrat na posnetek, ne, da so videli, evo, prišel je v cilj, prvi je, imamo državnega prvaka in so bili tako otroci ful veseli. Dobrodošli, spoštovani in spoštovani v tej predbožični oddaji podcasta za Gred za tek. Jaz sem Marko Roblek, ja. Z mano je še en moj soimenjak, ki se ga zelo veselim, ampak čisto najprej za uvod. Hvala, ker ste celo leto z mano, ja, ena epizoda poleg te še v tem letu. Na tem mestu hvala Davidu za donacijo pretekli teden in namig, da očitno rabim frizerja, ampak ja, strigel se bom za konc leta, da bom svež v 2024. Zdaj pa, dame in gospodje, Marko Tomažin. Živo, Marko! Zdravo, Marko, pozdrav vsem gledalcem, poslušalcem. Hvala, ker ste poslušali, se priključili, mogoče kaj novega naučili. Tako da lahko kar začneva, obljubil sem, da bova in ja, zdaj pa tukaj. Tako, mogoče kratka anekdota na začetku. Drage gledalke in dragi poslušalci in vsi ostali tam zunaj, tisti, ki tečete, Marko je pred tem pogovorom rekel, jaz sem ultramaratonc, greva na izčrpavanje, tako da mogoče delate dolgi tek, ja, čeprav v decembra jih večina počiva, ampak vseeno bova poskušala biti čim daljša, kakor se gre. Ne, hecam se. Anekdoto sem hotel povedati. Marka sem že skoraj leto nazaj dregnil, da bi ga enkrat zvabil. Ja, v tale podcast pa je dejal, čakaj, da bom imel kaj zapovedati, pa sem dejal takrat, ko je bilo še na sporedu državno prvenstvo na 100 km januarja, sem rekel, če boš pa zmagal na mrzli reki, pa prideš, pa je rekel, pa pridem. In kot nalašč so predstavili mrzlo reko na oktobra, ja, in sem mogel čakati 10 mesecev, da je Marko zmagal, no potem sem se pa le ujunačil, pa ga spomnil na obljubo in ono je držal in sva tukajle. Marko, kje boš kaj za božične praznike, mi najprej povej. Po vsej verjetnosti sem gibal nekje v hribih, na Pokluki, tako da nekje, ko je sneg, tukaj v Ljubljani je skopno, tako da bo tam dosti lepše, tudi vzdušje. Rad hodiš tam in tiste pokluške konce, menda, ne? Ja, je res, Bohinj me je, oziroma Pokluka, no, sploh višina, veliko bolj všeč, kakor pač neka ravnina, nižina, kotlina ljubljanska, če temu tako rečem. Tudi temperature čez poletje so tam bolj znosne, rad imam pač hribe, smreke, pač gozdne poti, tudi ceste konec koncev se najdejo tam, ravnine, če rabeš, vse. Tako da, ja. Koliko je od mrzlega Studenca do šport hotela, to si zikr večkrat že primeril z nogami? To je cirka 3 kilometre, mogoče. Nič več. Ja, odvisno, ki je, ja, tam nekje. Mogoče 4, ajde. Hitro mine, ko grem dosti hitro na koncu časih. Tebi precej hitreje kot komu drugemu, seveda, ja. Se pravi, boš tekel, si danes že tekel, mogoče imaš zdaj off-season ali že spet, že delaš za naprej? Trenutno imam off-season, danes še nisem tekel, nažalost, in danes tudi ne bom, ampak nič hudega, trenutno nisem zelo ne športno aktiven, ampak tekaško aktiven, športno se pač ukvarjam še vedno, ampak bomo majčkeno bolj resno začeli, verjetno po novem letu, ko saniramo vse mikropoškodbe in bom pač spet v polni pripravljenosti, da se pripravim potem na sezono, no. Nič ni izgubljenega, nisem profesionalni športnik, tako da nisem od tega plačan in imaš malo več manevrskega prostora, da si včasih tudi kakšen drug šport mogoče malo več privoščiš. Ali pa kakšno pavzo več, takrat, ko pač jo lahko. Všeč mi je pavza, ko si rekel drug šport, kaj pa je, recimo pri Marku Tomažinu drug šport?
Zdaj bi lahko rekel predvsem kolesarjenje, čeprav letos tega ni bilo veliko, zaradi tega, ker pač imam neko majhno poškodbo, ko me boli v bistvu že celo leto. Drugače pa tudi kakšno plezanje, tenis, mogoče kakšna košarka. To je pa to. Tudi šah, kjer ni treba veliko biti v kondiciji, ampak rabiš pa mentalno kondicijo. A si kdaj igral, ker jaz sem bil tudi v mladosti tak mal zagret šahist, ampak ne preveč uspešen si bil. Ti kdaj igralec na kakšnem turnirju, si bil kaj rangiran? Ne, nažalost moj elo rating, če se temu tako reče, ni dosti visok, da bi se kamorkoli naprej, da bi na kakšne turnirje hodil. Sem hodil na turnirje, ko sem bil v osnovni šoli, ko sem treniral šah 4 leta. Tako da, takrat pa ja. S kom pa zdaj igraš šah, recimo, če pride priložnost? Zelo malo kot s kakšnim kolegom, največ pa v bistvu tega pretipkam na računalniku, oziroma ja, kakšno partijo odigraš, če si kje mogoče v avtu, na avionu, pa da ne peleš ti. Koliko je imel igralec z najvišjim elo ratingom, ki si ga premagal, recimo, na spletu? Po moje cirka 1800, mogoče tam nekje. Dobro, Ampak sem imel več sreče, kakor, bom rekel, ali pa on malo napake naredi, ker tukaj je kar, bom rekel, dosti, tako kot pri maratoncih, če si za 2:30, si za 2:30, če si za 2, si za 2 in ne konkuriraš tistim. Isto je tukaj. To je res, ja, to je res. Ja. In zato oni z 1900 nočejo igrati z 1700, če pomotoma, da igrajo, pa zgubijo preveč točk, greje, ne, tako da ja. Tako, ja, res je. Oni drugi se preveč naslaja, jaz sem veliko pretipkal, pa zadnje leta moče ne toliko več, pa si mi spet dal idejo, da mogoče čez praznike kakšno užgem. Ampak greva od šaha, greva k teku. Dragi Marko, ja, zdaj jaz sem tebe spoznal leta 2021 v Kranju na 12-urnem teku, ko si... 2022. Ali bo 22, ne 21. 21 sem bil na 6 ur, ja. Na 6-urnem, no tako, takrat na tekmi tisti, ja. Ko si priletel kot meteor iz nekje, po metu z vso konkurenco, jaz sem mislil, da poznam kakšnega tekača v Sloveniji, ampak sem rekel, kdo je ta Tomažin. No, potem sem te šel malo googlat, pa je tvoja, bom rekel, zgodovina tekaška bolj malo pokazala kakšnih hudih rezultatov, no, in zdaj imam danes priložnost, da te, podrezam vate, pa izvem, kaj si počel doslej, draga publika. Marko Tomažin je dobrih 30 let star, no, kakšno leto čez, in bi mu lahko rekli, da je predstavnik nove generacije slovenskih ultrašov. Bil je že 10 let nazaj rekreativni maratonec, ampak 2 leti nazaj je res eksplodiral in od takrat zabeležil nekaj res odmevnih rezultatov. Če niste vedeli, je zmagal na 6-urnem teku v Kranju, v Zagrebu, v Celtvigu, je državni sorekorder na 6 ur, z lepo številko 82,82 kilometra. Zabeležil je tudi drugo mesto na državnem prvenstvu na 12 ur, pa je reprezentant v slovenske reprezentance v teku na svetovnem prvenstvu na 100 kilometrov, pa tisto, kar sem že prej omenil, aktualni državni prvak na 100-ki. Kot ste morda pozorni poslušalci že ugotovili, ja, mladenič izhaja iz Trebnjega, ja, zdaj je v Ljubljanski kotlini, ampak kot je že sam del, ga vleče bolj v hribe pa na Gorenjsko. Marko? A se slišva? Aha. Se slišva. A je res pri tebi bolj pomemben proces, kot pa cilj, kot si nekje dejal? Ja, res je, ker to, če pogledam zdaj nazaj, sem najbolj užival v trenutkih, ko sem treniral, v tednih, mesecih, ko vidiš dejansko, da napreduješ, da ti je vse lažje, tek postaja lažji, manj si zadihan in dejansko v bistvu lahko uživaš 3-4 mesece, tekma je pa tekma, pride, te zmagaš ali pa pač si na stopničkah, kakorkoli. Tekma je zaključena in potem je treba pač drug cilj naprej gledati. Dolgo ne moraš pač, bom rekel, na lovorikah sedeti, pa pač ostati v vrhu, če temu tako rečem, ampak imaš srečo, lahko, oziroma vsak ima srečo, ko uživa v teku, da pač lahko pač to, bom rekel, nadaljuje in da vztraja in da ne neha. In če, bom rekel, si zadovoljen, ko tečeš, potem
je napredek sam od sebe. Je napredek sam od sebe. Ja, všeč mi je, da praviš, ja, da uživaš v teku. Zdaj poznam kar nekaj ultrašov, pa bom rekel, in osebno, in prek kakšnih knjig, in prek vsega ostalega. Ne? In včasih je neka tenka meja med užitkom, med obsesijo, bom rekel, ne? Med zaljubljenostjo in patologijo, ali pa kar hočeva temu reči, med zdravljenjem kakšnih travm, pa med bom rekel, čisto radostjo nad endorfini pa in tako naprej. Povej mi, ja, ne vem, tvoja statistika uradna sega kakšno desetletje dobro nazaj, se tega tiče, pa praviš, najbrž športnik, glede na to, kaj vse počneš tudi v mladosti. Kaj te je pa potegnilo recimo v tek? To bi mogel biti kar nekaj let, oziroma ja, desetletje, 2 nazaj. Vedno sem bil dober v vzdržljivostnih športih, v teku, v šolskih krosih in podobno. Tudi tam pač sem nekako zastopil šolo na teh državnih prvenstvih. Res pa, da sem vsa leta treniral rokomet pri rokometnem klubu Trimo Trebnje, vse do, bom rekel, mladincev. Potem pa, ko sem, pa ne, v bistvu že tukaj v teh letih, ko sem treniral rokomet, sem veliko poleti posvetil neki oziroma fizični pripravi, kar pomeni, da sem veliko tekel. In že takrat sem pretekel ultramaraton, brez da bi vedel, da to sploh je. Brez da bi se pripravljal kaj posebej karkoli, ampak sem hotel zaradi tega, ker sem imel veliko poškodb, veliko zlomov, nažalost, v svoji športni karieri, predvsem v teh mladih letih, od nog, medenice, rok, vsega, no. Sem potem vsako poletje hotel nekako prijeti v najboljši formi v začetek sezone, september recimo, ne, ko se začne rokometno, oziroma avgusta. In sem takrat vsako poletje nekako, nekaj sem tekel, nekaj nisem, in vem, da sem bil star, se ne spomnim, 17-18 let, nekaj takega, v bistvu je bilo neko poletje, ko sem tekel vsak dan, 10 kilometrov, ampak to pač v nekih dvoranskih čevljih, teh pač jih ima za rokomet, pač neke hlače, bombažne, tiste, ko smo imeli na tekmo ali pa trening, in bombažna majica, nič posebnega. In to sem delal v bistvu vsak dan, takrat brez da bi pač imel kakšen cilj v teku, nič nisem vedel, ne kaj je minute, ne kilometri, ni česar. Sam jaz sem nek krog, ko sem šel tam do na vasi, pa druga vasi, nazaj pa domov. In to sem delal takrat en mesec, potem po enem mesecu sem rekel, neč bom večkrat prešaltal na večje razdalje in sem začel laufati v bistvu vsak dan 15 kilometrov. Sem še en ovink dodatno naredil in sem jaz tudi dejansko laufal brez pauze, vsak dan v čevljih pač teh, bom rekel, neč tekaških in tako podobno, ja. In vmes se tudi spomnim, pač ni mi bilo težko teči, sem kar užival v tem, pač pa sem bil dosti mlad, načeloma pri 17-18 malo uživa, sploh tisti, ko mogoče niso glih v atletiki. Jaz sem hotel biti pa v najboljši kondiciji, ko prijem pač naprej, na treninge. In sem se enkrat eno nedeljo odločil, v soboto sem laufal še 15 kilometrov, se pravi brez pauze skozi, in sem se v nedeljo odločil, enkrat popoldne, vem, da smo doma betonirali, pa se ne spomnim točno kva, tam okolo hiša ali nekaj podobnega. In ob 3 sem rekel, bilo je zunaj 30 stopinj, grem jaz dol do stare mame, v Litijo, pa nazaj, s Trebenga. In sem se pač oblekel, brez tistih, ko ruzak vzameš, pa vodo, pa neke gele, pač o tem niti nisem nič vedel. In sem se obul v čevlje, bombažna majica, pa gremo tam čez hrib, čez Bogenšperk na drugo stran, niti razdalje nisem točno vedel. In sem pač pretekel to, ne. In moj cilj je bil, recimo, nekje dobre 4 ure, tako sem rekel. In pa sem pretekel 4 ure 20 minut. Sem rekel, dober je, prijem na delo domov. Sem bil kar zmatran, ja, seveda. Potem v ponedeljek sem šel spet 15 kilometrov. In to sem ponovil spet do sobote, še 15, v nedeljo sem rekel, neč grem še enkrat provat, ne. Če bo šlo blizu 4 ure. In sem še enkrat ta krog, in ta krog je v bistvu dolg 48 kilometrov, po 800 višinskih metrov. In tu sem še enkrat potem naredil, še eno nedeljo, nisem šel na 4 ure, jaz sem šel 4 ure 10. In potem spet v ponedeljek 15 kilometrov in pol naslednji vikend sem bil preveč utrujen, da bi šel 48, sem nadaljeval. Iz 15 kilometrov in potem spet en vikend zatem grem še enkrat in pa mi je ratalo v bistvu iti, ja. Glih 4 ure sem šel cirka, mogoče 3:58, nekaj ta, 3:59 ali pa 4:01, se ne vem, ne spomnim se čisto točno, ker niti nisem imel štoparce, ampak sem doma pogledal na to uro, pač, ko imamo v kuhinji, koliko je bila, in sem rekel, 15:03 je, se pravi 15:04, 15:07 mora biti doma. In potem sem pač tekel tukaj
brez da bi se karkoli pripravil, ja, in mi ratalo tam glihe na 4 ure prideti. Tam v Litiji sem nekaj napolitank pojedel, nekaj vode spil in potem sem šel pač naprej. V kakšni gostilni sem vprašal za majčken vode, kakšen kozarc, tam vem, da bi en izvir, sem rekel tam na Bogenšperku, mi tak pil, ko voda dol teče, zihar je čisto, če gre iz vrha hriba, pa si dosti na vrh. Tako da ja, sem že dosti pri mladih letih nekako bil nezasvojen s tekom, ampak ni mi bilo težko iti, no, ker tudi nisem vedel, koliko je to daleč takrat. Mislim, ja, če bi te takrat odkrili, bi takoj dali reprezentanco za 50 km tek, ja, če pod 4 urami odlaufaš 48 km z 800 višinci, le Ja, imaš medaljo. tako da potem pa sem, ko se nisem, bom rekel, odločil za člansko kariero naprej pa rokometu, tudi zaradi različnih zlomov, eno teh je bil pač tegale, se pravi zapestja in žoga nisem mogel zavrniti ali kakorkoli. Zelo pomemben po rokometu zapestje, če pač ima slab zapestje, lahko sem v obrambi dober igrač, pa v napadu te golman prečita, kam bo šla žoga, ker nisem mogel obrniti. Potem pa sem v teh študentskih letih, malo sem laufal tam po Mostecu, mestnem logo in sem enega sošolca, ko je pa Raka Krka treniral. In mi je enkrat rekel, če ne z njim, pa sem šel pač parkrat z njim malo laufat, tam nekam do ene ceste, do Tržaške pa nazaj, pa je bilo dosti zame, 4, 5, 7, 10 km včasih, nič posebnega. Pa je pa enkrat rekel, če ne z njim na trening, na stadion, da je s trenerjem zmenim, pa sem prišel kje, pa neke distance tako delal in pa me trener v bistvu vprašal, ta kolega bi Boštjan, no, trener Mario je bil pri Krki in me je vprašal, če bi treniral in sem rekel, pač pa bom, ne sem cajt, študentska leta so, popoldne sem vzel, tukaj je še kolega, ki je bil v bistvu sošolc, ko je tak treniral, pa sem rekel, bom probal pač nekaj. In potem sem cirka 3 leta, no, takole s prekinitvam poškodbam, no, bom rekel, predvsem, ali pa 4 leta, mogoče 3-4, malo treniral za 3-5 km oziroma 10, no, tako da nekih zelo dobrih rezultatov nisem naredil, sem šel pa, bom rekel, za svoje razmere kar hiter, no. No, ajde, takrat. Definiraj, kaj je bilo to za tvoje razmere kar hiter. Ne vem, 10, ko sem imel, se spomnim, tam okoli 35 pa 6 sekund, to dol mi ni rata spraviti, niti nisem delal velikih kilometrin takrat, niti nisem najbolj zdravo živo, če sem iskren. Pa vem, da sem pač pred poškodbo, potem prej sem nehal laufati, no, zdaj moja tekaška karijera tako zaključila, sem šel v Palmo Novo, 1:17, sem odtekel, ne najboljši tek, ampak je bilo pač, kar sem, bom rekel, natreniral sem nekako dosegel, čeprav ja, meni se zdelo, da grem lahko hitrejši. Ampak ja. In to v študentskih, v zgodnjih 20-ih, v bistvu tako malo usput, ravno zaradi tega, ko so te pač tja zvlekli. Kaj pa trener rekel, recimo, Tomažin, ima s tebe na boljih kakšen velik tekač, kaj delal? Ne, na srečo bi trener, tako me je zelo dobro razumel, pač jaz sem veliko delal tudi, pač študentsko, da sem dobil denar, da sem čez študentska leta šel. Tako da sem se veliko, bom rekel, on se je prilagajal veliko temu nama, no. In sem kakšen trening naredil v Novem mestu, kakšnega v Ljubljani skupaj, zmeraj sem naredil še kaj več zraven, včasih mu niti nisem povedal, ker nisem hotel, ker ko je napisal treninge, potem sem šel čas malo prehiter, oziroma kakšen trening sem kar dodal, no. Tudi, ko sem, bom rekel, fizično delal na žagi, še se spomnim, sem bil tako čisto utrujen, ampak sem vseeno malo dodal. Tako da ja. Se pravi, nisi čisto ubogel trenerja, ampak si malo delal po svoje. Intervale sem naredil, tako je rekel. Ampak po študentskih letih, kaj je bilo pa polno, v bistvu, kaj ti je pomenila ta atletika? To ti je bilo bolj razjedrilo kot kaj drugega, ali si kot nekdanji, bom rekel, športnik, ki je razmišljal, da bi še mogoče potegnil, ali si rekel, to ni to. Mene je takrat zelo zanimal že ultramaraton. To je bilo leta 2013. Ja, ker sem jaz nekaj knjig sem prebral, potem eno sem prebral tudi zdaj, prej sem spet začel. Ampak takrat sem prebral knjigo Dejan Karnezes, nekaj tazga, ne? Dejan Karnezes, ja, tako. Dejan Karnezes, okej. Nekaj izpovedi nočnega tekača in jaz sem tisto bral, mene je takrat malo potegnilo in to je bilo v bistvu, jaz sem v Palma Novi še v teku, potem pa sem ravno s tem kolegom sva tekla, se spomnim točno na katerem semaforu, tam po Prešernovi v Ljubljani, tečeva in mene nekaj v koleno, glih v sezonski pauzi, ker sem šel 2-krat na teden laufat in te teke sem naredil tam nekaj tukaj iz Viča do Vrhnka pa nazaj, tam okoli 30 km, nisem nikoli tako dolgih tekov delal.
prej, ko sem treniral. Načeloma tam 15, najdle mogoče 20, ajde še kakšnega. Ampak sem naredil, ne vem, 30, pa pol 30, pa pol drug teden še 2x30, tretji teden sem naredil nekaj, potem sem še pa s tem kolegom enkrat laufat in me je tam na semaforu nekaj zabolelo v kolenu in me je nekaj zabolelo, sem rekel, okej, nekaj boli, nič hudega, to bo itak malo minil. In takrat v bistvu sem se s to poškodbo matral več kot pol leta, bil ene 2x3x na magnetni resonanci, v ultrazvoku, pa ene 4 specialistih v Ljubljani, na Bledu, v Portorožu, ali kaj je tam, ne vem. Valdortri, okay. Tako, ja. In vsak od njih mi je rekel, ti si dober, ti greš lahko laufat. In se spomnim, sem proval laufat, ni šlo, prav zapeljal sem se do Koseškega barja, takrat sem rekel, tukaj mečkam lep, pa če bom že malo naredil, bom vsaj tukaj okrog jezera. In sem štartal, ne vem, 14 dni potem, odkar mi je pač nekdo rekel, da lahko začnem, sem štartal in me je čez 50 metrov koleno zabolelo, v desnem kolenu. In nisem mogel. In potem pa sem po tokem času mečkam obupal nad vsem in sem nehal teči. Pa mogoče veš, kaj je bila ta bolečina, ta poškodba, zakaj je pravzaprav šlo? Ne bi točno vedel, ker magnetna resonanca nič, kar se pač mi pogledali, jaz sem mislil, da je meniskus, ni bil, ampak nič ni pokazal, da bi bilo karkoli narobe z mano in tudi pač vsi pač, ko sem bil pri njih, so rekli, da lahko normalno treniram, jaz pa pač nisem mogel. In to je recimo nekaj pol leta trajalo, vse sem matral nekaj tam 5 km, 10, pa sem 2x na teden, pa pol spet malo bolel, malo sem zobe stisnil, pa je šlo, ampak to ni bilo to, ker pač ja, kondicija sem upadala, tekmovalno itak pač ne moraš nič potem, no, moraš sem čakati, da mine. Tako da na koncu nisem v bistvu odkril, kaj bi bilo, ampak ja, potem sem pa prekinul tek za skoraj 7 let, 6 pa pol, 7 let, ja, do pač zdaj, ko sem spet ponovno začel. No, pa vendarle si se vsako leto praktično pojavil, vsaj na Ljubljanskem maratonu pa odbil tiste 4 urice, ali kako? Ne, tukaj sem me pa zamenjal. Aha, je drugi Marko Tomažin. Tukaj je pa nek drug Marko Tomažin, ko je iz Novega mesta, kjer so tudi meni v bistvu lani štartno številko zamenjali in zato sem dobil napačen SMS tukaj na telefonu, ko Ljubljanski maraton pošlje meni rezultat in vidim, ne vem, koliko je pisalo, 3 ure 30, 3:45, ne spomnim se, točno sem rekel, čak malo. To pa nisem šel, ne, sej pa sem videl. Ja, ker sta bila oba dva, tako en let sta bila oba dva na maratonu. Tako, vmes se pravi, okej, pa nisi bil to ti, ampak kaj si pa počel potem vmes, recimo? Glede na to, da si bil športen človek, da si bil gibalec, da si bil, ali si pač, ne vem, igral košarko, ali kako? Malo sem vam rekel rekreacijo, igral košarko. Pa tam ti pa ni koleno, recimo, dajalo? Samo pretekel načeloma, ko sem dvignil nogo tako daleč nazaj, me je zabolelo. In košarko potem plezanje sem začel, mi je bilo zelo všeč pač to v skali, malo manj na plastiki v dvorani, kolesarjenje, ampak to zelo malo, no. Kaj jaz vem, par tur na let, mogoče 10. To je pa to, dobil sem pač 10 kil gor takrat, zdaj spet dol. Tako da, ja, športom sem se pač nekako ukvarjal športom, ampak ne s takim, s katerim bi si želel, kar pomeni vzdržljivost. Kolo me pa ni toliko potegnilo, da bi pač investiral toliko časa noter, pa glavno tista pedala. Tako da, ja, je bil še zmeraj tek, kot kaže, če sem že takrat iztekom v mladih letih, pri 17, 18, nekaj dolgo razdalje tekel, potem sem nekako razumel, da je tek tista stvar, v kateri sem najbolj užival. Jaz sem tudi pri 17, 18 potem treniral z dvoranskimi copati, svoj prvi maraton v Ljubljani pretekel, enih copatih, ki so ne bi bili za rokomet celo. Tako je, jaz isto. Ja, sem si počul, mislim, 2 koščice, ampak toh ni važen, spomini so lepi. To kot od tega, tle sem prej prav samo obujal spomine, ampak 7 let ne tečeš od svojih, recimo 20, okej, si predstavljam. Nik do 30 v bistvu, ja, tam nekje. Jaz sem tudi, ne vem, tam nekje 23, 24 dosegel najboljše rezultate, potem pa prideš življenje, pa šiht, poveznosti, pa malo oladiš, pa potem pri 30 se recimo zaveš, da nisi več v 20, Kako je tebi, ne vem, kaj je bilo? Korona, kaj je pri tebi naredil spet klik, pa si rekel? Ja, na srečo predtem.
jaz sem začel, se spomnim, sem šel tam v Herju, v Domžale, sem kupil ene čevlje za laufat, bom spet mečkaj začel, 4-5 km, 7 na dan, bomo videli, če bo kolen bolo, pač ne bom pretiraval, če pa ne, bom pa laufal. In potem vedno sem tako začel, glih januar je bilo, ali pa za Božič, kad sem šla glih partnerko, oziroma z ženo, nekam v Avstrijo, in sem tam ene 2 kroga naredil s tem supergem. Enkrat sem naredil 6 km ali 10, no, pa sem šel okrog enega hriba, drugič pa sem še 6, ki me je tukaj bolelo od prejšnjega dne. In potem sem začel pač vse bolj pogosto teči, takrat januarja, takoj ta 1., 2., 3. januar in tako dalje. Tukaj sem šel, ne vem, iz Črnočna proti Ježi, nad Gorice, en krog naredil nazaj, včasih sem še en ovink naprej, včasih sem ga prej obrnil, kakor sem se počutil. Včasih sem naredil 6 km, sem bil preveč zadihan, včasih sem naredil pa pač 10 in tako naprej. Ampak v zelo počasnem tempu, ampak še zmeraj ne tako počasnem po moje. In potem sem tekel kar nekaj časa, se pravi, ravno 1-2 meseca pa pol. In to je bilo tam nekje 15. marca in takrat smo imeli mi ravno korono. Se je pač neko popolno zaprte smo imeli in je bilo veliko več časa. In jaz sem te 2 meseca pa pol treniral in v mestnem času sem bral še eno knjigo. To je pač knjiga, ko mi je žena kupila še takrat leta 2013, velika tekaška knjiga od Herbert Stepneyja. Stefni, ja, tako Ja. zna. In to knjigo sem jaz bral in mi je bilo ful zanimivo, sem jaz tam malo naučil teorijo, kako je treba trenirati. In v tej knjigi so bili pa v bistvu zadaj eni programi, za 10 km, ene za 42. In sem rekel, super, zdaj pa že 2 meseca pa pol laufam in sem odprl knjigo, maraton, in imaš ta maraton po 3:30, 3:15, po 3 ure, 2:45 in tako dalje. In sem rekel, nič, zdaj imam mogoče malo več časa, bom moral trenirati po tem programu, ko pač je not napisan, 10-tedenski program za maraton po 3 ure. Sem rekel, tu bi mogoče šlo, jaz ne vem, se obrnem tistih 34 km, ko še malo bolj treniral, bo šlo itak hitrej, ne, pa kakšno dolžino naredil. Potem pa sem začel po tej knjigi trenirati po programu v bistvu, no, in sem se tega programa držal 2 meseca in pol, čist tako, kot je pisalo. Niti enega treninga nisem spustil, niti enega treninga nisem karkoli dodal, če je bilo 10x400, je bilo 10x400, ne vem, 5x ure, 5x ure, pauza ista, dolgi teki, vse. Popolnoma sem se držal treninga 10-tedenskega brez kakršnekoli, bom rekel, sprememb. In potem je prišla tista nedelja, ko bom mogel pač maraton odteči in sem bil jaz pripravljen, takrat sem rekel, zdaj pa dan D, zdaj pa treba, sem šel 1-2 gela v Intersport kupiti, 1 banano, 2 banane sem imel s sabo, 4 bidone vode sem si dal in sem šel tam v industrijsko cono, tukaj na Brničičevo, sem parkiral avto, sem dal v bistvu gor na avto bidone, pa vse, da sem pol krogem načeloma delal. In sem rekel, ok, zdaj po 3 ure rabimo 4:13 na kilometer in sem jaz v bistvu tam tiste kroge delal, kroge pa zato, da pa sem lahko vodo prijel, pa spil, pa pol v bistvu nekam naprej postavil, neko škarpo, pa pol je škarpa na tla in če sem imel bidone, sem jih lahko obračal, ne, da sem lahko pač, da se mi ni bilo treba ustavljati, pa pač iz tal pobirati in tako dalje, ne. In tako da sem laufal tam in ob pomoči pač sodelavca Ervina, ko sem ga poklical, če bi mogoče mi pomagal tam nekje pri 30-25 bo težko, ti greš 10, glih toliko, kakor grem jaz recimo maraton tempo, ne, to bo glih idealno, da greva skupaj, da mi pomagaš te zadnje kilometre in je prišel takrat, se spomnim, tisto nedeljo, bilo je kar vroče še in sva šla v bistvu, ne vem, koliko je tu treba, 41-42 minut cirka za 10, da imaš po 3 ure in mi je pomagal takrat v bistvu, da sva šla do konca in mi je ratala 2:58, takrat odlaufati recimo 2:57, 2:58, nekaj takega, tako da mi je ratal pod 3 urami, sem rekel, evo, v knjigi mogoče pa nekaj prav piše. Tako da, pa sem prošel program za 10 in ja. Bravo. Se pravi, ok, vrnem se k Herbertu Stepneyju, jaz sem tiste programe tudi malo študiral, pa potem, glede na to, kar so moji kolegi delali, pa kdo je rekel, mogoče imaš Stepney majčkeno za trenutke prelahke treninge, pa prepočasne tempe, pa tako naprej, ker, ne vem, ko vidiš pri maratoncu za pod 3 ure nek tempo na dolgem teku 5:15 ali pa kaj takega, se ti zdi, da to pa res ne gre, ne, da bi mogli biti vsaj 4:30, kaj pa so tvoje izkušnje recimo? Ja, načeloma, kakšen ta 5:15 tempo, ali pa kaj podobnega, sem v bistvu mogoče še 5:05, 5:05, odvisno od počutja, no.
takrat niti dejansko nisem mogel veliko hitreje mogoče. In tudi kakšne intervale sem šel na mest, ne vem, koliko 3:45, kaj takega, se ne spomnim, ne 3:45, 4 nič mogoče, sem šel 3:50, 3:55, če sem se dobro počutil. Tako da ja, treningi, ko pač jih vidiš, tudi takrat, ko sem zbral program, sem jaz delal, da jaz lahko to tečem. Te pač teke. Zato sem takrat zbral 3:0, pa tudi 3 ure je neka taka meja, katero si veliko tekačev želi doseči, in sem rekel, ne, če že gremo, pa kar 3 ure napadu, da pač tu pospravim pod streho in potem grem lahko samo naprej, da nam pa na 3:15 pa bom mogel ziher še en maraton za po 3 ure iti. In ko si naredil to kljukico, praviš, to že kaže, v letu 2020 ali kako? Takoj, takrat, ja, 31. maj, mislim, da je bil 2020, pač 2 meseca pa pol sem treniral, mislim, sem začel, da sem malo prišel, da sem se ogrel, no, da sem pač zagrel svojo pač srce, mašino, da je kakor toliko šlo, da me ni vse bolelo. Potem pa 2 meseca tega, bom rekel, treninga po planu, brez sprememb, in mi je takrat v bistvu v teh 5 mesecih ratalo prijeti po tiste 3 ure, no. No, ampak, evo, zdaj, Marko Tomažin je v izvrstni formi, zdaj bi šel lahko še na kakšno tekmo, mogoče se malo pomeriti, ampak tekem seveda ni. Tekem ni, ja. Ja, morda septembra se je še nekaj nakazovalo, pa kakšne konice so še bile, mogoče Novo mesto, potem je šlo spet vse k vragu, v Ljubljano ni bilo nič, virtualno smo se spomnim trčkarali tiste maratone pol. Kaj si pa ti potem počel v tem času? V bistvu, takoj, ko sem ta trening zaključil, mislim, maraton, sem 14 dni mečkem pavzo, vzel sem rekel, takrat pavzo, sem šel na 2-krat laufati samo v tistih 14 dneh, ali pa mogoče 3-krat, sem spomnil točno, potem pa sem pač vzel program, ok, gremo pa 10-ko zdaj, ne. In sem takrat vzel program 10-ko za pod 34. In sem rekel, 35 sem zašel, 34 tele intervale, tule mogoče bo pa šlo, kaj pa vem, nekaj hitrosti pa imam, no, mogoče tudi naravno, da lahko pač to hitro obračam noge. In potem sem začel ta program, mislim, da je pa 6-tedenski, ja, in sem 6 tednov se spet držal vseh treningov, čez poletje je bilo zelo težko, ampak na koncu, na žalost, sem šel solo tek, kar vroče je bilo, ne vem, 30 stopinj tam na stadionu, na Žak, sem rekel, mes tukaj le 10-ko obrnil, zdaj na stadionu, in se naštimal, ne vem, koliko je bilo treba, je 3:24 ali 3:22, 3:20, mislim, da. In sem rekel, pač laufal tam nekje do 5-6 kilometrov, mogoče 3:20, 3:22, potem pa itak v zadnjem kilometru še nekaj dubo, ne. Do takrat bom pa stisnil, ampak me je tukaj prekuhal takrat, da sem bil čist fertik in se je pač vse skupaj, ni mi pač išlo se, no, da bi šel 34 minut takrat, ampak nič hudega, no, ker tudi razmere niso bile ta prave, trening, mislim, da mogoče ni bil najbolj ta prav, oziroma ga je bilo sigurno premalo za, mislim, da bi bil v kratkem času šel na 34. Tako da ja, takrat ni ratalo, potem pa sem spet začel s programom, ne vem, za 2:45 za maraton, in sem tu 14 dni vztrajal, se spomnim, da sem glih na dopustu, in sem takrat delal vse treninge na dopustu, zjutraj sem vstajal 5, pol 6, tam nekje v Italiji sem bila in sem pač po tistih vaseh tam laufal gor dol intervale, dolge teke, vse ni, da ni, ampak sem po 14 dneh, takrat se spomnim, iz Benetska prišla, me je pa nekaj v koleno zagrabilo in me nekaj zabolelo, sem rekel, da ni spet kaj tega istega, no. Ampak je bila v bistvu na koncu sem ugotovil, sem šel tukaj fizioterapeutu, prekinil sem treninge in sem imel zategeno tole zgornjo kvadrno, zgoren kvadr je bil zategen in je šlo v bistvu vsa sila na kolen in me je do tega kolen začel boleti. In on mi je to sprostil, fizioterapeut, in sem bil čez 3 dni dober. Samo pol pač, ko sem že načeloma en teden, mogoče 10 dni nisem laufal, no, nisem laufal zelo, zelo malo, pa se nisem držal programa, sem rekel, se ga ne bom držal, ne, zdaj, če sem že prekinil, in pa sem laufal malo za sebe, no, ko rečem, pač, kakor mi je pasalo, nič po navdihu. Enkrat sem šel, ko sem prišel čez vrata, ko sem šel ven, sem šel levo, enkrat desno, enkrat na hrib, enkrat v dolino, kakor pač mi je pasalo, rad grem različno potino. Takrat pol, se pravi, si rekel Herbertu Štefniju, hvala z Bogom in hvala za vse ribe, res je bilo super, naredil sem tisto, kar sem hotel od tebe in so ga odložil na polico, ali kako? Tako, nisem več po teh programih treniral, ampak sem treniral zase, približno sem poznal, kakšne treningi so, ampak niti nisem imel veliko intervalov. Tudi takrat, če se namotim, si ravno ti začel, oziroma že prej, no, z podcasti in sem te podcaste poslušal, mislim, da bo tudi 2020, ne? Tako. Ja, in sem te podcaste poslušal že takrat, ko sem pač malo med tekom poslušal podcastov. In me tudi to malo potegnilo, ker si imel kar nekaj, bom rekel, dobrih gostov,
od maratoncev do ultramaratoncev, vsega, no. Celo In je bilo Dina zanimivo, no. Karnaze sem imel, a veš. Ja, pa če bi Točno, jaz, celo tega sem imel če bi, takrat, ja, ja. če bi vedel, da je tebe tudi navdihnil, bi mu rekel, a ti veš, a ne, Marko Tomažin, a ne, je zaradi tebe začel laufati od sebe do babice pa nazaj. No, ja, to je tudi dobra Ja, zgodba. me je navdihnilo to, pač bom rekel, tudi ta Lepo. podcast, držalo me je vse v teku, pač tekel sem, kakor sem imel časa, včasih več, včasih manj, ampak nobene tekme ni bilo na sporedu, nobenega cilja. In dejansko je bilo težko, ker se pač za nič nisem pripravljal, no. Ja, kao, 21 se je zgodil eden meni ljubih ljubljanskih maratonov, to je bil tisti po-koronski, ko nas je bilo, mislim, da samo 4000 Ja. v centru Ljubljane. To je bilo tak privilegij, cela Ljubljana zaprta za 4000 ljudi, od tega maratoncev, ne vem, bi še bistveno manj, 1000 ali koliko. Kako da takrat nisi recimo prišel to Ne odlaufati? spomnim se točno, kaj je bilo leta 2021, mogoče sem imel dopust, odsoten, verjetno nisem mogel takrat 2021 na maraton priti. Ampak sem se pa že prej odločil, 2021, ravno takrat, ko sem odtekel 6 ur v Kranju. In na teh 6 ur sem se prijavil v bistvu sem z enim ciljem, da uspem tam maraton spraviti pod 3 ure na tej progi, pač ko bo, recimo kot tekma nekaj. In sem rekel, neč grem probat, da grem pod 3 ure maraton, če bo šlo, in ker nobene tekme ni bilo. Pa sem pa rekel, 3 ure odlaufam ali pa mogoče, če bo šlo, potem sem za pol ure usedem. Itak je tudi tek pač na, se pravi, na čas in se lahko usedeš, lahko malo hodiš, lahko malo počivam, tam nekaj pojem, pa grem naprej potem, ne, ker se nisem nekaj ful, malo sem se pripravljal, tako da čez poletje, da sem kakšen dolg tek naredil, ampak nisem niti vedel, kako pač se pripraviti na tako tekmo, no. Vsekakor sem naredil premalo dolgih tekov, plus tega, da sem imel takrat poškodbo, tale plantarni fascitis, plantarsko, karkoli, in me je to zelo, zelo, zelo bolelo. In sem rekel, 3 ure bo nekako noga zdržala, znam dobro teči, potem pa tudi pač samo še hodim ali pa se ustavim, nekaj kilometrov bo, rezultat bo, did not finished, ne pride. Se to ne moreš. Ne moreš, ja, ker pač, če samo počakaš, je to. Tako da sem takrat v bistvu odtekel to 6-urno tekmo. Na klepu si pa še 30 km po tistem maratonu. Ja, fora je bila ravno ta, da sem bil v bistvu takrat prvi in niti nisem vedel, kdo je, mislim, vedel sem, da sem prvi, nisem vedel, kdo je drugi, sploh, tudi približno, ne. In sem samo laufal in pol sem rekel, prvi sem, zdaj pa ne morem odstopiti, ne smem, ne, zdaj tu pa ne zgleda v bistvu. Zdaj bolj, da ustrajam. In pol mi je enkrat rekel, ta drugi je bil en Borut, ja, mi je rekel, ne, da dobro mi gre, ne, da pač dobro laufam, sem rekel, pa če samo grem, pa je rekel, ja, imaš kar nekaj prednosti, ja, ne vem, koliko pa. Sem ga njega vprašal, jo ne vem, 4-5 krogov si mi dal, a ti si drugi? Nisem vedel, ne. Dobro, pol, okej. In sem šel, ne, in sem pač vztrajal, sem rekel, itak ne smem odstopiti zdaj, če sem že toliko daleč prišel, že toliko pretekel. Prišel sem pa tudi čisto nepripravljen, brez gelov, brez vsega, no, kar pač načeloma sem si pol naredil, ali pa kakšnih napitkov, pač tiste lubenice sem jedel, ko so bile tam, se spomnim, pa vodo, izotonik pil, ampak plantarni fascitis me je po 4 urah zagrabil orenk, me je res, res bolelo, sem komaj zdržal. Še noht mi je na koncu odpadel na palco, ker sem imel premajhne čevlje in ker je noga zatekla. Ampak ja, sem vztrajal do tistega 71 kilometra, pa pol nekaj takega, no. Sem mogel pač, če sem bil že na dobri poti, no. Ja, Ložar, Borut Ložar, če tole poslušaš, ti si kriv, evo, sam si zmagal zapravil, kaj pa si Tomažinu govoril, a ne, mar bi mu takrat rekel, 5 krogov imaš zaostanka, brez izjeg, daj bolj nehaš. Ja, tista je bila lepa dirka, ja, takrat v bistvu si bil praktično od štarta naprej edini kandidat za zmago, a ne, nisi popuščal niti za moment, tako da tista je bila lepa zmaga, ja, takrat si stopil po neko na veliki oder, ultramaratonski, da so začeli vsi govoriti, kdo pa je za vraga tale Tomažin, pa skej prišel, pa vsej na gonu, ampak, ja, vrnil si se pol seveda, ne, tudi prihodnje leto, ne, zdaj si pa, kako si pa zdaj razmišljal, ne, ko si enkrat potekel 6 ur naredil tistih, dajva čez palc reči, 72 km v 6 urah pomeni kaj, to pomeni 12 km na uro, to je 5:0 čez palc, to ni tako počasi več, za odlaufati, že povprečna hitrost, kljub temu, da si prvi maraton pravil, si rekel v 4:15, ampak povprečno si imel
sub 5 let. Lep rezultat za tiste čase v Sloveniji. Ja, tek je bil za mene razmeroma hiter. Jaz sem pričakoval mogoče okoli 70, da bo šlo, oziroma kakor sem rekel, tudi ustavil bi se, če ne bi šlo drugače. Ampak bolj me je v bistvu druga tekma potegnila, no. Naprej potem v ultramaraton. Se pravi, to sem pač odlaufal in to takrat načeloma, če ne bi se prijavil na mrzlo reko tisto leto, verjetno potem tudi ne bi naprej vztrajal. Ker Ti se prijavil prej ali že? Ne, potem. Aha, V bistvu zelo okej. pozno, ker sem rekel, to je 100 km, to je pa še 30 km dlje, to pa kar dolga, ne. Tako da sem kar nekaj časa se obotavljal, ali bi šel, ne vem, kje sem dobil točno informacijo, da tam tek. Najbrž v Kranju, ker, oprosti, te Mogoče prekinjam, ja, ker sta bila organizatorja tam, Alenka, pa Iztok sta bila tam, sta imela stojnico, čisto možen, da sta te malo utrujenega, a ne, sta ti potaknila kakšen letak, ja. Mogoče tam, ja, ali pa mi je mogoče omenil tale prijatelj Boris Ivanovič, Aha, katerega Zajc. sem v bistvu še prej sem povedal, da obstaja ultramaraton. Če se ne motim, sem ga kontaktiral nekje, ali kako sem ga dobil, ali na Stravi sem mu napisal, če bi še kdaj jaz lahko iz njemu kakšen tek, no. On je bil takrat priznan, pač, oziroma je še zmeraj ultramaraton, zmagal je pač, ja, kar nekaj dobrih tekem, med njimi ultrabalaton. In je bil, bom rekel, kar nekaj malo navdih, ne. Aha, imamo Slovenca, pa še druga dobra stvar je, da je bil tukaj pač dosti blizu mene doma. Kar pomeni, da pač se ni bilo nikamor treba peljati. In takrat, ko sem ga kontaktiral, je rekel, ni problema, lahko se priključiš, in sem pol dejansko enkrat se priključil k njemu, da sem začel teči. Zvedel sem pa za njega, v bistvu, ko mi je od žene mami omenila, da je imela nekega soseda, ali da je sosed tam iz Jesenic, ko veliko teče tukaj, pa sem ga pa googlal in pač pa sem se o njemu zvedel, ja, ko sem malo v Google vrgel, kaj je pač vse odlaufal. Zato sem ga kontaktiral in me je tudi ono v bistvu malo navdušil nad ultramaratonom, ja. A vidiš, to je lepo, Jeseničan pa Trebanjci srečata v Ljubljanski kotlini, ja, in pač začne se pisati na ultramaratonska zgodba. Si kakšne zanimive informacije dobil, si ugotovil, da zdaj, a ne, mogoče pa 100 ni tako grozna stvar, ali kako? Ja, v bistvu mi je ravno tako rekel, da pač je pač zdaj je težji, ampak če laufaš z nekim zmernim tempom, pač laufaš in greš čez, ko sem prelaufal teh 6 ur v Kranju, bom tudi tukaj 100 kilometrov, no. Tako da proga je ravninska, to sem vedel potem, tako da potem, ko sem šel na tekmo, sem bil približno pripravljen, krog je bil kar dolg, no, 5 kilometrov, to mi sicer ne ustreza najbolj, pa tudi razmere niso bile najboljše, ker je bilo zelo mrzlo zjutraj. Vendarle je bilo to decembra, ne, tako, ja. Ja, pa z veliko poškodbam sem se tudi srečal, takrat se spomnim, nekaj me je v kolku bolelo, tukaj vzadje, spredje, posod, ne, sem hodil fizioterapevtu in me je ravno en teden pred tekmo nekako zrihtal. Tako da tudi pripravljal se nisem mislim, da ne 4 tedne mogoče, da sem malo povečal to kilometražo tedensko, potem sem pa v bistvu šel na tek. Nisem pričakoval nič tukaj na teku, ker pač ne vem, kdo pride vse, ampak ko smo se zagnali zjutraj ob 6, no, takrat pri -1 stopinja, jaz sem bil orenk oblečen in sem rekel, se je pač 20 krogov, ajde, to bo že nekako šlo, no. Če prijem tam do 50, 60 kilometra, bomo že nekako prišli do cilja. Vsakih 5 kilometrov vzameš za piti, za jesti, karkoli imaš, ampak ja, sem imel kar velike težave na tistem teku, da sem pol prišel do konca, ampak ja, mi je vseeno ratalo. Ja, ratalo ti je več stvari, no, zdaj, ja, dol mrzla reka, pa burja, pa vse skupaj, ne, zdaj glede na to, da so prestavili na oktobrski termin organizatorji, pa najbrž bojo vztrajali na tem, tudi zaradi tega, ker je tam pa poplavljalo, pa vse odnesli in tako naprej. Ja, je bilo to kar zanimivo, pogovarjali smo se takrat v Kranju, zakaj december, glede na to. Meni ni bilo nikoli jasno, čist tako medklic, zakaj so vse največje ultra prireditve poleti, ne, vsred najhujše vročini, ne. In potem mi pove, a ne, nekdo, ki je bil bolj pameten od mene, logično, ne, poleti ti tečeš, da lahko se usedeš, ne ohladiš se tako hitro pozimi, pri minusu se ti usedeš, je konc s tabo, a ne. Ne boš več tistih zmrznjenih mišic več spravil v pogon in mi bilo popolnoma jasno. In potem, ko so v Ajdovščini začeli organizirati mrzlo reko, sem rekel čist kontra, bom rekel, vsemu znanju ultratekih tam zunaj, ampak vseeno, nekaj posebenega je bilo.
vse videti tam v kapah pa v rokavicah, če je bil sonce, je bilo še celo bolj romantično. Kako si ti potem takrat, si imel kakšno krizo, no, to je prva 100 pravzaprav, ne? Kako si vse Ja, skupaj zdaj dojemal? prišel sem pripravljen, zdaj sem super nesel gele s sabo svoje, pa imel sem tam za jesti, kaj bom jedel in tako naprej, pa neke bidone. In potem v bistvu sem imel krizo nekje na 40 km, bil sem do takrat drugi sicer, no. In takrat me je krč prijel v zadnji stegenski mišici, orenk. In potem sem hotel to raztegniti nekako, me je res bolel. In sem prav v bistvu se naprej predkloniti in me je toliko zabolelo zadaj, zategnil, da sem se komaj nazaj dvignil. In sem rekel, nič, bomo pač, če bo šlo, če bom pa pač odstopil, bom pa odstopil, ne. In me je res zelo bolelo tukaj zadaj. Niti nisem vedel, da je takrat masažna miza tam, da se da v bistvu mogoče tu nekako zmasirati, razbiti. In sem pač od 40 km bil res bom rekel, kar bolečinah, da sem šel. In tam nekje na 70 me je potem pač prehitel, jaz se ne spomnim točno imena. Adriano Verbetič. Adriano, tako ja, Adriano me je prehitel. Itak nobenega nisem poznal takrat, razen mogoče Luke. Potem sem pa v bistvu me je prehitel in sem še zmeraj vztrajal, bolel me je do zadnjega, ampak ko sem ga na koncu, bom rekel, zadnjih 15 km imel v tem vidnem polju, no, sem vseeno dobil tistega 85 km naprej malo motivacije, da sem malo dodajal krog na krog takrat, pa meter na meter, kakorkoli, in sem mi je uspelo približati mu, da sem se pač, bom rekel, poravnal z njemu tista 2 km do cilja. In nekako sem vedel, ok, če pride v ciljni šprint, jaz sem dosti hiter tekač, to zna iti pač. Če on zdaj potegne 2 km pred ciljem, verjetno ne bom mogel zraven, ker me toliko boli tale noga, ne, da niti potegniti ne morem za toliko časa. Ni variante. Me bo samo krč prijel, sem samo ustavil. In potem noben ni potegnil, pač hvala Bogu za mene, in sem laufal do tistih 100 metrov pred do cilja, no. Potem je pa najprej on potegnil, takoj za njemu jaz in sem dal takrat v bistvu vse od sebe, kakor je dalo, na polno sem šel in me je ratalo v bistvu takrat za tisto sekundo ali pa 1 meter, no, prijeti pred njim. Tako da ja, mogoče tle me malo hitrost rešuje iz teh mladih atletskih let, no, da nekako še razvijem pa obrnem noge. Ja, vidiš, ne. Fantje te niso poznali, pa bi vedeli, kje imaš ti svoje slabosti, da bi jih prej izkoristili za to, ne. To ima že odleti od zadaj. V epskem finišu, ja, ni bilo na prvo mesto, bilo je bolj epsko, ampak je bilo za drugo mesto. Spomnim se še ne, mislim, da je bilo na Instagramu potem še en posnetek, kako si uletel v cilj in tako naprej. Tomažin pred izkušenim maratoncem Adrianom Verbetičem, ja, vzel si mu pač srebro, ampak pokazal si, da si lev, si prav si, tekmovalen pa si, praviš, ne boš popustil, vedel si, da imaš medaljo, sigurno, ampak če je treba, pa pregrizeš. Mislim, seveda, zdaj, če je možnost, bila takrat samo enkrat je možnost, no, samo enkrat si na tekmi, samo enkrat sem dal v bistvu čez 99 km pa pol, da sem se začel spraševati, mogoče sem pa lahko drugi, ne. Še enkrat biti v taki situaciji, pomeni, da moraš še enkrat preteči pač 99 km pa pol situacije, kar je kar dolga, plus tega, da mora prijeti tekma za to, ne. In ja, v bistvu ne popustim, no, nikoli, načeloma, v nobenem športu, tekmovalen sem pa seveda, ja, pač tako kot vsak športnik mogoče, včasih bolj, včasih manj, ampak načeloma za vse, kar se pripravljam, imam nek pač cilj, koliko bi rad pač odtekel ali pa kaj bi rad naredil, no. In ko prije takrat 1 na 1 ali pa kaj takega, ja, sigurno ne bom pač spustil prej, da bom šel sigurno do konca do tega pač, kakor se bo dalo, ne, ker ja, še ena priložnost sigurno ne bo prišla, ne. Vseeno medalja Atletske zveze Slovenija je pa vseeno mogoče srebrna boljša kot bronasta, zlata še boljše, ne, kar mi je uspelo, ja, letos, oziroma ja, letos. Tako da sem že potrudil, da bom pač tisto dobil, ne. Tako da takrat, ko sem to odtekel, pač mi je ratalo, sem rekel, mogoče pa je nekaj v mojih nogah, da se da, plus tega, da mi je ratalo 100 pod 8 ur laufati, tistih 30 sekund, mislim, da so šla. 7:59, ja, mislim. Kar sem rekel, ni slabo, ne. Epsko. Niti ocenil nisem, koliko bom šel hiter, kakšen tempo moram držati ničesar, ampak sem samo prav pač in vztrajati, prijeti pač do tistih zadnjih metrov, ker pri vseh tekih, ko sem načeloma jaz, najbolj, vem, da je to mogoče čudno slišati, ampak najbolj uživam v mogoče drugi polovici oziroma takrat, ko rata težko. Ko je tekma dolga 100 km, recimo je malo dolgočasno tistih prvih 40,
ali pa 60, odvisno, koliko imaš kondicije, da lahko držiš isti tempo. Potem pa, ko težko rata pa mačko bolj zanimivo to za mene. Vidiš pač, da se lahko marsikaj zgodi, pač začneš še bolj trujati, ker tako si natreniran, greš s toliko počasnejšo hitrostjo, da ti dejansko tisti začetni kilometri sploh niso težki. Mislim, sigurno ne. Ker pač utrip ne gre visok, nič ne gre. Utrip začne potem naraščati, ko pač rata težko, ne. Drugače imaš pa utrip dosti nizko, no, ker pač načeloma ga moraš imeti, drugače ne bi zdržal. Praviš natreniran, ne? Zdaj, kaj to pomeni zate natreniran, glede na to, da marsikateri ultraš tam zunaj, ti se gre 100% neznosno veliko trenira, kaj pa ti praviš, ne, da je dober trening, da se dobro pripraviš recimo na nekaj takega, kot je bila takrat Mrzla reka? Ena od zadev je, tudi ko sem poslušal tale podcast, no, in sem imel te skupine, katere so bile, tekaške skupine. In takrat v bistvu je bil tukaj Jani Mulej, pri tebi gost, je omenil Modri dirkači skupina, potem sem pa nekaj časa se obotavljal, ali če pisati ali ne, in potem sem mu napisal, če se lahko mogoče kakšnemu treningu priključim. Da nam sem tukaj tekel pač z ultraši, oziroma bolj ko ne, sem šel nekaj Borisem, drugega niti poznal nisem. In sem njemu napisal takrat, če bi se lahko pridružil, je rekel, ja, ni problema. In ta skupina je bila, bom rekel, takrat kar velika, zdaj je veliko večja, no. In je bilo veliko lažje kakšne intervale in vse delati. In vem, da pač toliko časa bom vložil v tek in če že vložim ta čas, ga hočem čim bolj kvalitetno izkoristiti. Tukaj v skupini sem pa v bistvu tudi spoznal pač Luka Ljubiča, ko pač je moj trener, no, in mi piše treninge, tako da se s tem jaz ne ukvarjam, vsaj takrat, ko se pripravljam za nek tek. In ja, na ta način sem prav čim bolj optimizirati čas, nekako si družba najde za te dolge teke, za intervale, no, dolge teke čez vikend, pa intervale čez teden, in je veliko lažje. In če že vložim toliko časa noter v tek, hočem pač ga čim bolj izkoristiti in biti pač, bom rekel, čim boljši pripravljenosti, nočem kar nekaj, bom rekel, po svoje laufati, biti v, bom rekel, dobri formi 2 meseca pred tekmo ali pa 2 meseca za tekmo, no. Ampak hočem nekako, ko pridem na tekmo, biti res dobro pripravljen in ne, bom rekel, stran metati tekem, sploh pa ne takih tekem, ko so 6 ur 100 kilometrov, 12 ur, kjer nimaš vsakih 14 dni šanso, da boš potekel nek dober rezultat, ampak moraš trenirati kar nekaj časa, da potem rezultat pride, ker pri 10 kilometrov, ja, greš lahko vsak teden, takrat, ko se natreniraš, pa po enem mesecu greš 3-krat na tekmo, pa daš all out in ti mogoče to enkrat rata, ne, ker formo imaš, hitrost imaš, dolžina ni taka, da se ne regeneriraš, ampak se lahko regeneriraš do druge tekme. Tako da ja, takrat sem si pač najdel to skupino, pa trenerja, in mi je bil pač veliko pomoč takrat, da sem nekako ta prvič treniral za takrat svetovno prvenstvo, vem, da v Berlinu, ko sem šel na 100 kilometrov, da sem nek cilj dosegel, katerega mi je to ratalo, no, takrat doseči. No, zdaj, ena zanimivost, kar si zdaj povedal, ne, ultratekači danes, seveda, ne, intervali niso pač nobena skrivnost več, ne, vsi delajo intervale, vsi delajo tempo teke, vsi delajo, ne vem, klance in tako naprej, ne, Ja. Poleg še neke razdalje, ampak ti si pa šel v skupino, rekel, z boljšimi slovenskimi rekreativnimi maratonci, celo državnim prvakom, Tako, ja. na vse zadnje, a ne. To pa ni ravno običajno, ne, ker ti treningi so pa zelo brutalni, kdo bi rekel, celo preveč brutalni za kakšnega ultraša, ki mu jemljajo mogoče na ta način energijo za kilometre, ki jih mora pa pol upraviti, da ga preveč zmozejo. Kaj ti misliš? O tem nisem veliko razmišljal, jaz sem pač razmišljal o tem, da rabiš neke ljudi, podporo, no, v tem primeru pač skupino teh modrih dirkačev, da imaš nekoga ob sebi, ko ti pomaga pač pri tekih. Zdaj, vem, da so te treningi hitrejši in na srečo imamo v skupini, je tako, da dejansko ne delamo vsi istega treninga, kar pač ne moramo, ampak nekdo ima intervale hitrejše, nekdo počasnejše, v najboljših, bom rekel, v najboljši formi sem se lahko najhitrejšem pridružil, pa delal normalno. Tako da hitrost, bom rekel, za nekega ultraša, ja, bom rekel ultraša, ja, za teh 100 kilometrov, pač ko sem jih hotel preteči, sem imel v nogah, zelo preveč mogoče, ker večina treningov potem je tudi bazirala, ko sem jih sam delal, na počasnejših intervalih, pa daljših, ne.
Ne na 1000 metrskih intervalih, ko pač, ja, ti ne koristijo toliko, no. Saj, če jih narediš 10, sigurno nekaj korist, pa imaš dolgo ogrevanje, dolg iztek, pa če bom rekel, lahko to zdržiš, pol pač ni nič narobe. Plus tega, da sem še zmeraj malo hibrid, oziroma vedno sem si želel neko hitro 10-ko odlaufati, načeloma sem tudi jo, pa 21-ko, no, in maraton, tako da sem hotel jaz v bistvu pokriti od 10 kilometrov do teh 100 kilometrov ali pa še 12 ur. In če bi sem za dolge razdalje treniral neke razdalje, vsekakor bi izgubil hitrost, in sem hotel hitrost nekako obdržati, ker jo imam, in potem pred tekmo dodajati, bom rekel, te dolžine, da prideš pač, da povečaš svojo vzdržljivost in spustiš tempo zato velik, da se ti kar počasi mogoče zdi od štarta, ko laufaš, no. Ampak svetovno prvenstvo si omenil, ja, 100 kilometrov. Kdo te je poklical? Predtem si namreč še enkrat nastopil v Kranju, tokrat na 12-urnem teku, to je bila pač neka nova časovna zadeva za tebe, malo daljša, ne? Namenoma si šel na teh 12 ur, ker si še nisi preizkusil tem, namenoma zato treniral, ali kako? ja, spet sem v bistvu zelo malo časa treniral, mogoče 6 tednov, nekaj takega. Do takrat sem treniral, zdaj, če povemo kilometrih 50 do 80 kilometrov tedensko, potem pa sem se spomnim tudi do 200 prišel tedensko takrat, pred tem 12 urami, tako da sem veliko tekov delal, malo manj intervalov, pa veliko dolgih tekov, po 30 kilometrov, pa potem čez vikend mogoče še dlje. In sem rekel, grem probat teh 12 ur, pa se je mogoče pa šlo, ne. Če sem 6 ur, prej sem 8 ur tekel, se pravi na 100 kilometrov, to je še 4 ure za dodati. Če dobim nekaj energije, če jem lepo, če se dobro prehranjujem, med tekmo, če nimam nobene slabosti, bom nekako zdržal, no. Tako da sem takrat šel, imam pa mogoče malo nesreče, da ne tečem dobro v vročini. Mi je, bom rekel, decembra bilo veliko bolj všeč teči, ali pa zdaj oktobra, pa karkoli v teh hladnih vremenih, hladnem vremenu, ker vročina mi, bom rekel, kar nabije utrip visok in pol pač enkrat, ko si na takem utripu, pač telo dejansko odpove in sem se 4 ure orang matral, no, da sem še naklepal tiste kilometre, pa da sem zadržal svoje mesto, vsaj na stopničkah. Tako da Mislim, kljub vsemu, koliko si se mučil, kdaj je bilo res pol težko, zdaj, ne vem, po 8 urah, že po 6? Ne, po 6 niti ne, tam pa 8, no. Sem imel kar krizo, ko sem imel še prebavne težave. Jaz se nisem veliko posvetil tej prehrani, kaj moraš jesti. Jaz sem samo enkrat prebral, magnezija je ono je, jaz sem si dal tam neke tablete magnezijeve in jaz sem to kar jedel, skoraj ko bombona, ne. Nisem vedel, da lahko sploh na prebavo vpliva karkoli, mi ni noben povedal. In ja, potem sem imel kar malo prebavne težave, vse me je zvijalo, vse me je bolelo. Ja, to je prvi tako, da bi ti dejal donat na okrečevalnici, ja. Tako, ja, in na koncu mi je vseeno ratalo, no, nekako stisnem tiste kilometre, še zmeraj, ja, ne bom nehal, ker sem bil, če se ne motim, na 3. mestu, vmes sem še dohitel tega nekega Španca, Ivana. Penalbo, ja, Ivan Penalba, ja, eden velikih favoritov, pa si mu dihal za ovratnik, se spomnim vmes, ja. Ja, malo sem prehiter začel, no, tudi to me je zmatral in jaz načeloma med tekmam ne gledam na uro imam, jo ožgem in potem laufam pa 6-8 ur, 100 kilometrov, 12 ur in ne gledam na uro tempo pa to vsak kilometer. Grem po občutku, no. Ravno tako maratone, ko sem prelaufal, nikoli ne pogledam kilometre, ko jih obračam. Tako da sem takrat v bistvu še stisnil tisto, kar pač sem imel, ja. Bil sem 3, sem rekel, da imam 4, bolj da grem, pa da bom vsaj na stopničkah, vsem boljš, ko pa če si 4, ja, seveda, pa dobiš nek pokal ali pa nek spomin, da si tam bil. Se strinjam s tabo, ja, pač imam bolj matah izkušenj, ampak se strinjam. Ja, začel sem prehiter, potem sem pa pogledal na uro in sem videl, takrat mi je tudi Marjan Zupančič prišel, mi je všel in sem rekel, 5 tika naprej, smo tako tripa za 174, 175 po 4 urah, jaz na en koliko sajta bo moje telo zdržalo, ne. In dejansko ni, ne. In je začelo počasi se ustavljati, potem pa tudi, verjetno tudi Marjan mečkam pregorel, se pač vročina je bila, vse je bilo, pa še hitreje še potem, ko jaz, ne. Mislim, tam proti 4:0 ali pa še malo bolj spustil. In
dejansko tak tempo, če res nisi nek dober ultramaraton, zelo težko držiš pač nekaj ur, ne, to je dejstvo. In nekako razumeš, da lahko gre zaradi mene kdorkoli, 3:45, 3:50 od štarta, pač ja, ga ne bom prijel, ne, bom šel svoj tempo, ker če v 3:30 prijedu tistih 180 na konc, se dejansko vem, da lahko držim to, ne vem, mogoče pol ure, pa pač ne gre več. In pol je zelo težko tempo nazaj držati, pa pač iti, bom rekel, v nekem zmernem tempu. Večinakrat ti pade, imaš potem te krize, ko so, ja, zmanjka ti energije, vse ti gre narobe, ampak ja, do zdaj nikoli nisem obupal, to zmeraj mogoče zato, pa tudi nikoli nisem odstopil, no, ker sem bil bolj kot ne od spredaj. In ja, kar sem tekem nastopil, razen svetovno prvenstvo, sem načeloma zmeraj bil, ne načeloma, sem bil, no, vedno na stopničkah. Res pa, da moja kariera ni dolga, no. Moja prva dolga tekma je do avgusta 2021, zdaj smo pa december 2023. In kaj se vse zgodilo v teh borih dobrih 2 letih, ja? Ker, ja, navadil si se malo zmagovati, pa to sej, je pa še dober občutek, zato je tudi fajn. Kdo te je pa poklical pol takrat za reprezentanco, svetovno prvenstvo, Mirko Miklič, kdo drug? Seveda, ja, poklical me je Mirko Miklič. Mislim, da bi celo rekel tale Boris, da me bo Mirko poklical, sem rekel, dobro, me je poklical, pa sem se pa še sprašal, pa se še boljši kle verjetno, mislim, nekdo, ko že dlje časa laufa, pa zakaj bi jaz šel, ne, zdaj. Ampak ja, potem sem rekel, ja, da grem in se bom rekel svetovno prvenstvo, ko je bilo glih v Berlinu, kjer še nisem bil, vzel kot dopust in sem šel v bistvu gor za 9 dni, malo turistično in mislim, da je bilo v soboto tekma, potem bil sem že en teden prej gor, sem se malo turista igral, en teden prej gor, da sem se malo pač umiril, pripravil. Ja. In potem, ja, je bila pač tekma in smo odlaufali tukaj, kar je bilo treba. Krog je bil malo dolg, seveda, sicer, no, ampak hvala Bogu si lahko nekako komuniciral svojo, se reče, oziroma s partnerko, sem mi lahko povedal, kaj mi poda, no, oziroma zdaj žena, kaj mi poda naslednji krog, no, ker v bistvu si jo 2-krat srečal, no, si ta krog naredil, da si kot neko osmico naredil malo, no. Prav. In okrečevalnica je bila na sredini te osmice, praviš, ja. Ne, ni bila na sredini, bila je pač, da si imel še kakšen kilometer pa pol, pa 5 kilometrov, ampak si kilometer pa pol še imel, sem že prej rekel, ne vem, 2 gela ali Coca-Cola, karkoli, in ko sem prišel čez tistih 7 minut mimo, sem zagrabil pač, kar sem imel, da ni treba pač en krog naprej povedati, pol ure naprej, kaj bi, ko včasih se meškam premisliš, mogoče, kaj ti paše tisti trenutek, no. In, ja, opravičil si, ja, rekel, klicu reprezentanco, ker si takrat zelo suvereno odtekel tisto 100 v tisti svetovni konkurenci, postavil izvrsten rezultat, tako krepko pod 7 ur pa pol. To je bil cilj, ja. Tako, in bil tudi, mislim, da najboljši Slovenci, in tako naprej. Ja. To je kar zanimivo. Kako si potem, kje si imel pa tle krize, zdaj si bil pa že malo izkušen, no, nekaj si pa že dal skozi, no, si se te tekme lotil zdaj čisto sistematično, že za naprej, ali si šel tudi malo po občutku vmes, ali kako? Mislim, sem šel kar, tukaj pa itak velika skupina, tako da sem probal nekako priključiti kakšno skupino, ko bo ga isti tempo, ampak ja, tam do nekaj 65 kilometra je šlo kar dobro, potem sem imel malo krize in sem veliko izgubil, do takrat sem imel veliko boljši tempo, no. Ampak nič škoda, tistih 35 sem pa še nekako odklepal, včasih kakšen tudi 5-0 kilometrov oziroma malo slabše, ampak načeloma sem se kar dobro držal na tistih, ne vem, koliko treba iti, 4:30 mogoče, za 7:30. Ja, tako. Tam nekaj, ampak sem od štarta imel, ja, dejansko 4:10, mogoče tistih prvih 60. Potem sem pa zgubil nekaj, ampak ja, se pač, vedel sem, da bo šlo po 7:30, kar je bil cilj. Mogoče sem malo prehitro začel, ker tudi utrip, jaz sem imel na tistem kilometru dosti visok, no, pač že pri 180 in takrat pač moje telo ne funkcionira več najboljšno. Vem, da ne morem zdržati toliko časa in načeloma škoda, da pač sem prišel do tukaj visokega utripa takrat, ampak me je tudi malo vse potegnilo, pač kar nekaj ljudi je tam, ljudje min tebe tečejo in pol kakšnega priključeš, gre z njemu, gre malo prehiter, 5 sekund ali pa 7, ampak nekako se da zraven iti, ampak na koncu vse skupaj rezultira v to, da imaš pač previsok utrip, previsok tempo za sebe, ne, čeprav se da takrat laufati, ne vem, 2 kilometra z nekom, ne, pa ti mečkano vidi, ampak ti si v bistvu spet takrat malo se izčrpal
In ja, bom rekel, cilj je bil 7:30, to je ratal 7:28 in bom rekel, da sem bil takrat zelo zadovoljen s tem nastopom, ker pač ja, cilj je bil dosežen, nima veze, katero mesto. Tudi to na koncu ni bilo slabo, ampak se načeloma na dolge proge tekmuješ sam s sabo, no. Včasih tudi s kakšnemu drugemu, če si prvi, pa noče spustiti, ampak drugače pa. No, 7:28, spoštovani in spoštovane, je rezultat, ki ga je v zadnjih letih uteklo bolj malo Slovencev, ja. Že dolgo nihče tudi pod 7 ur. Kaj je zate dober rezultat na 100 km, Marko? Mislim, dober rezultat je ravno tako, kot zdaj omenjeno, pod 7 ur. Verjamem, da se da, no, če treniraš, sigurno bo kdo to tekel, ali bom jaz tekel kaj takega, ali bo kakšen mlajši, ko pride za nami, no, tekel kakšno pač dosti hitro tako tekmo, ampak ja, tistih 7 ur, to je pač 40 na kilometr, mogoče 4-5 kaj takega, se da odlaufati, sem prepričan, no. Malo več treninga rabiš, mogoče tudi nekaj več let, kakor jih imam sam, no, v tem, ker pač vseeno sem dokaj nov v tem športu, no, nimam za sabo 8 let, pa ne vem koliko 1000 kilometrov v nogah, zaradi tega tudi nisem še toliko utrjen in pridem mogoče pri teh dolgih tekih kakšno poškodbo več zaradi tega, ne, ker ja, se nisem natreniral, pač se natreniraš, te ultramaratonci slovenski, ko so boljši, kar laufajo skozi in brez poškodb, mi kar ni jasno sicer, ampak ja, ok, imajo kakšno poškodbo, sigurno, ne. Da pa se pač tisti tempo natrenirati, sigurno, samo rabiš ene pol leta mogoče ali pa 4 mesece pač dobrih priprav, plus še prej dobra podlaga, no. Plus idealne razmere, ko prideš na tekmo, ja, ker za mene so 10 stopinj ali pa 5, hladno vreme, kjer lahko, bom rekel, dosti nizek utrip držim, ne pa da imam po 2 kilometrih 170. Tega vem, da ne bo šlo daleč. Sreči, ja, sreči je kar neki 100, pa vedno več jih je, tako da boš najdel kakšno, ja, pa v tolažbo. Mirko Vindiš je svojo 100 odlaufal po svoji maratonski karieri, pa šel krepko pod 7 ur, prav tako, ja, Mravlje, jasno, tudi on je bil že krepko poznih 30, ko je odlaufal tistih 6:49, nekaj takega, tako da, ja, evo, če smo pri temu, da držimo pesti, da bo kmalu kakšen Slovenec podaril Kejžarov rekord na maratonu, ja, pa zdaj držimo pesti, ja, da bomo mogoče kdo podaril. Mislim, da je Mirko Vindiš tisti, ki je uradno zapisan kot rekorder na 100 kilometrov, ali je 6:47 ali nekaj takega, ja, saj je bil tukaj gost takrat pri tebi, pa ima nekaj ta 6:47, 6:48 na svetovnem prvenstvu, vem, da je to nekje dosegel, kot je rekel, ampak on je bil res vrhunski maraton svoje čase. In je že maraton odlaufal 2:13, ker v bistvu je kar nekaj razlike do mene, ampak na vzdržljivosti se da, bom rekel, pač hitrost načeloma imamo, jo ima marsikdo, ne samo jaz, ko lahko to drži, samo pač kdo je pripravljen mogoče kakšno uro več vložiti v to, da držiš to hitrost, ker ja. Ja, hitrost za maraton pod 3 urami zdržati, za 2 maratona pa pol, spoštovani in spoštovane, pa čas pod 7 urami, oziroma 6 pa neki, in dokler ima svetovni rekorder pred svojim znamko na 100 km 6, mislim, da so vsi ostali tudi lahko zadovoljni, če imajo 6, pa če ima on 6:05, ti imaš pa 6:59, sploh ni važno. Nima dosti veze, ker nismo vsi isti in tako da eni veliko več časa tudi vložijo, tudi, bom rekel, trenutno najboljši na svetu, pa se preživlja s tem, je to čisto druga dimenzija, kakor tle, ko imaš, bom rekel, 10 ur službe, kakorkoli, potem je službe, potem za vikend, da vse kilometre nadoknaditi, je zelo težko narediti, ne vem, 70-80 kilometrov na vikend, ker si pač kar utrujen, pa kar nekaj časa moraš vložiti, zjutraj treba vstati, 2 treninga mogoče tukaj še en dan narediti, no, da se to skupaj sestavi, da ni vse v 2 treningih, ker pač ja, mogoče lažje pride do poškodbe, če narediš več predolgih tekov in mogoče raj razbiti malo na 2. Tvoja strava pravi, da letos nisi naredil dosti več kot 4500 km, kar za ultraša niso neke glomazne velike številke. Ja,
To je res, je pa res, da sem v bistvu zdaj v drugi polovici sezone, no, sem nekaj tekel, kar dober, ampak zelo malo sem laufal. Zelo malo treniral, nekaj sem imel poškodbe, potem neke druge zadeve, ko pač nisem mogel in mogoče sem bil izčrpan malenkost po prvem delu sezone, kjer sem pač pripravljal se takrat 6 ur, pa če bi ratal 100 kilometrov in sem šel obakrat, ko sem šel laufat 6 ur v vročini, bom rekel, dosti pa v vetru, takrat od tega se spomnim, sem bil zelo dobro pripravljen in če je bilo 10 stopinj, ja, bi šlo sigurno veliko bolje, tako pa sem imel dejansko tako močan veter v prsa, da sem se tam enih 50 metrov, tistega ovinka nekega, je tako zapihalo, da tudi laufati nisem mogel in si se dejansko skoraj ustavil, da si zahodil tisti del. In potem sem videl, ko se pač, ko mi je ta tempo padal, mi je tudi pač vse dol padal, ker pač ja, je bilo, bom rekel, da bi naredil svoj najboljši rekord, najboljši čas, ni bilo več v dosegu. Pa sem še v bistvu šel na zmago, pa sem pač probal iztržati iz tega, da če sem že tako prišel mečkeno na dopust, ki je gor za vikend podaljšan, bom pa še probal vsaj zmago. Če sem prvi, moram pač, bom rekel, do konca iti. Lahko da smo drugi na koncu, ampak zakaj bi spustil, pa ne dal vse od sebe, ko sem enkrat tukaj, enkrat so 4 ure za mano ali pa 5 ur za mano in moram se še potrpeti tiste 2 ure, malo zdržati, ker vse nisem v meni težko, na nobenem teku. Načeloma je težko tudi ko je drugi, tretji in 10, ne, tako da je vsem težko in noben, bom rekel, ni spočit pri 5 urah. Težek nasprotnik si, ja. Marko Tomažin, težek nasprotnik si, ja. Tvoja miselnost pa tvoja filozofija, ne, je zaguljena posebej za tvoje nasprotnike, ne. Ker ti to pripoveduješ tako lahkotno, ja, da si rečeš, mislim, če te bom kdaj gledal v hrbet, oziroma kdorkoli te bo po mojem kar dolg cajta, pa potem te ne bo videl več, ker boš rekel, če smo že tle, bomo pa stisnili, pa boš spet zmagal. Kaj je bilo pa v Zagrebu lansko leto, no, ko si bil, zdaj vem, zakaj treniraš z modrimi dirkači, vse mi jasno, a ne, ker si šel kam? V Zagreb na 6 ur, pa si razbil konkurenco, tisti je pa bila dirka. Ja, res je, tukaj sem pa v bistvu nisem vedel sploh kaj pričakovati. Takrat sem treniral za maraton, ko je 3 tedne prej Ljubljanski maraton in sem rekel, na maratonu bom naredil čas in potem, ko sem maraton, nisem odlaufal, sem se šele takrat prijavil na teh 6 ur. Sem rekel, nekaj obstaja, nekaj dolgih tekov naredim, tistih 30 kilometrov ali pa nekaj in pa grem teh 6 ur probat, ne. Temperatura bo ta prava, ker je že november in sem pač takrat prijavil se, tukaj sam usedel v avto, se peljal dol na tekmo. Potem sem pa od Borisa ženo prosil, no, če mi lahko mogoče podaja gele, ko bom tekel. In pa en krog prej bom itak povedal, ko je bila tam Boris tekel, mislim, na 12 ur, in bom en krog prej povedal, pač, da mi da naslednji krog gel pa vodo, ne. In pa sem rekel, ko sem pretekel mimo, sem rekel, če mi lahko prosim poda pač gel pa vodo naslednji krog, in ko sem naslednji krog prišel, no, sem imel vsaj nekoga, ko mi pač poda nekaj, da ni bilo treba sam pobirati, kjerkoli. In mi je šlo kar dobro, v bistvu, ja, zelo dolg, spet do 65-60 kilometra, konstanten tempo. Poznal me ni sicer noben tam, no. Pač bil je tam nekdo, ko je pač bil favorit, vem, ampak sem imel skozi, bom rekel, prednost. Nikoli nisem popustil, tudi potem, ko sem mečkam popustil, smo v bistvu tekli bolj kot ne vsi, isti tempo, jaz sem še mačkam počasnej, ampak ja, razdalja pol kar hitro pada, da ne priješ pač zelo daleč. Ampak ja, sem se matral do konca, takrat je bilo težko tistih 17-20 kilometrov, do takrat pa nisem imel nobenih problemov, do 60 kilometra mi je bilo pač skozi, ok, ali pa do 60 bi rekel, ja. Nisem nič trpel, nič mi ni bilo težko, potem pa kar naenkrat je ratalo seveda težko in sem pač še probal pač stisniti, potem je tudi on ujel, ali sem jaz njega ujel kakorkoli, ko je bil drugi, pa sem potem z njim skupaj laufal, potem je malo lažji. Da se pač malo primeš, priklopeš in itak imaš dve krog ali 2 prednosti, se ne spomnim točno, to je dovolj, no, to je zelo težko dobiti, čeprav se zdi malo, ampak mora res orenk kriza pridati, po orenk razlika v hitrosti moji in pač od nekoga, da to ujeme, tako da sem vedel, zdaj, če pač mi rata zadržati, razdalja bo dobra, sigurno. Ura itak pokazala še kar nekaj več, sem bil kar motiviran, da držim takrat.
in na uri mislim, da je bilo točno 85, ampak sem imel eno tako staro uro, mečkam ne natančno, no. Ampak Še ja, sem meter takrat, prištela, ja, tako, ja. ja, kar nekaj metrov preštela, ampak sem držal do konca in sem bil na koncu ja, kar zadovoljen. Glede na to, da se nisem pripravljal, mislim, zelo veliko pač na ta tek je šlo daleč. Imel sem bolj kot ne maratonski trening, no. Potem pa po maratonu sem bil čist zmatran takrat, en teden nisem mogel skoraj kaj dosti nič trenirati, potem pa sem tistih 7 dni naredil nekaj pač 5 dolgih treningov, potem sem mogel pa že tako spet počivati pred tem 6 uram, ker ne moreš do zadnjega trenirati 5 na tekmo, ne treba pač spočiti se. Tako da sem presenetil, bom rekel, samega sebe, da sem šel lahko tako daleč, ker ja, nisem pričakoval glede na svojo formo, no, da bom pač toliko časa lahko tako dober tempo držal, no. Sem bil letos v veliko boljši formi v začetku, mislim, v prvem delu sezone, pa mi ni pač ratal, sem obakrat pač pregorel na tisti. Plus tega, da sem imel prebliz tekme, sem imel 2 tekme v 14 dneh, no, kar pač nisem imel najbolj spočitno. No, to jesen 2022 si zaključil perfektno, na maratonu v Ljubljani 2 uri 42, izjemen čas, potem v Zagrebu 82,82 kilometra, s katerimi si potem vzel državni rekord, ne. Najbolj hecno se mi zdelo potem letos v Kopru na 24 na 6-urnem teku, ko je Uroš Strnec odtekel, rekel, tudi 82,82 kilometra, jaz ne vem, kako so mu ponamerili ravno točno toliko kot tebi takrat, ampak zdaj očitno imata oba dva držita ta rekord, je to že to premagal, no, tako da mislim, da še ne. Škoda, da nisem bil takrat tudi jaz v Kopru mogoče, da bi bil pripravljen za to, da bi se udarila. Ker se mi zdi, če bila oba skupaj, no, ker on zelo dobro trenira in ima, bom rekel, kar vzdržljivost, res dobro, hitrost, vse. In se mi zdi, če bila skupaj takrat, da bi šlo to kar daleč za oba možno, da bi en drugega v bistvu potegnila, ja, sigurno. Pač težko je najti nekoga, da bo z njemu tekel na teh pač tekmah, ko so pač tukaj v bližini, v Sloveniji, na Hrvaškem, Avstriji, Italiji. Ja, pač za razliko na svetovnem prvenstvu, pač če v Evropi ali še gre, če nekje ful daleč so stroški previsoki, da bi šel na kaj takega. Ampak če ima skupino, se pa da, bom rekel, dosti dolg časa držati tempo od nekoga, ne. In ja, škoda pač, da nisem bil tudi jaz takrat, ampak nažalost po vseh nisem bil še pripravljen, da bi šel takrat 1. mislim, aprila, nekaj takega je bilo, da bi šel na to tekmo. Sem bil v preslabi formi, no. Čutil sem se, da še nisem v pravi formi in zato nisem takrat zbral tekme. Če že 3 mesece, 4 mesece treniram, bom večkrat drugačno tekmo zbral. Ker pa sem tudi ne, pa sem v bistvu še slabši, mogoče kot šel takrat v Kopru, ampak se nima dosti veze, izkušnje so izkušnje. Na koncu tudi pač nekaj potegneš iz tega, izkušnje v teh tekih, no, predvsem dolgih, zelo veliko pomenijo, vsaj meni se zdi, da si v taki situaciji, ko pač moraš vztrajati, ker 10-kilometrske tekme pa se lahko odločiš, zdaj pa takoj v enem delu, prvem delu sezone, drugem delu jih naklepeš 4-5, brez problema. Pač pri teh tekih pa pač žal ne, so predolgi, preveč izčrpajoči, da bi ti kar enega za drugim ni popravnih izpitov toliko. Lahko greš, ampak če treniraš, bom rekel, po nekem planu, vse velikih ima nek plan, sej ga nimam samo jaz, daleč od tega, ne. Veliko se jih pripravlja, pa ne teče kar v prazno. Še posebej, če vložijo to kurko, kar vložijo, ampak ja, če pač treniraš, potem pač hočeš čim bolj tudi nastopati, ne. Ti ni, bom rekel, čisto vseeno, če bom zdaj samo malo prehodil tukaj ali pa karkoli, vseeno hočeš dobiti nek rezultat, če si nekaj, bom rekel, 12 ali pa 15 tednov recimo treniral za neko tekmo, ne. Ko je v bistvu samo ena šansa takrat, bolj kot ne, lahko pač, mogoče bo še ena čez en mesec, ko se malo spočiješ, ampak 2 pa maksimum, ne. Tako, ja. Boš težko tekel eno za drugo, zelo hitro. Ja, še maratoni so zahtevni. Mogoče, ja, to kot si rekel, 10, polovičke še gre, kaj več je pa preveč zahtevno za telo. 82,82 je slovenski državni rekord. Zdaj prejšnji teden sem imel pogovor z Danielom Hajdinjakom, ki je imel svoje čase rekord 83 pa nekaj, ampak potem so tisto progo na novo izmerili, pa so mu vzeli tisti 1,5 km in vseeno, s tistim časom potem ni bilo nič, ne. Časom se kar v redu, dobro, no.
Res, da je pač 100-kilometrski čas hitrejši na minut na kilometer in sem prepričan, da bo nekdo v naslednjih letih pač na 6 ur sigurno pač čez, to je dejstvo, ker pač rezultat res ni zelo, zelo visok. Težje bo 100 kilometrov, ker je pač tudi zelo hiter tek, ampak nekdo se bo najdel od teh vseh, ko trenirajo, ko treniramo, no, pa se bo nekdo najdel v vseh teh tekmah, ko so, ker dejansko jih je vse več in marsikateri maraton se tudi odloči za kakšno daljšo razdaljo, ko ima hitrost in bo pa še tiste 3 ure pa pol potegnil, no, če že 2,5 za Alfa maraton, pa bo dejansko prišel, bom rekel, kar s hitrim, oziroma veliko dolžino v 6 urah. Ja, poznam maratonca, ki je rekel, da bo šel na 6-urni tek odteč 2 maratona, ne, to je 84 km pa pol, tako da, kilometer pa pol še tvojemu času nekdo doda, moče ti sam, pa je to že 2 lepa maratona po 3 urami, ne bi se branil. Mogoče je lažje to reči, kakor potem izvesti, no, ker rabiš vse en kar dolžine trenirati, no, podaljša treninge, ni isto iz maratonskega treninga, no, pa razmere mora biti prave, no. Tako da, vem, da so pač včasih po mojem veliko več kilometrov tekli tej naši rekorderji zdaj, ko so maratonski. Če se ne motim, je to Mirko Vindiš takrat rekel, da dela 50 kilometrske teke ob nedeljah, jaz zdaj nobenega ne vidim, da to dela. Mogoče se motim, no, ampak mislim, da se nekaj podobnega slišal. Časno Luka Videtič, dela dol na štepa dol na... Tako, in treba take treninge pač narediti, no, da pač prideš to noter, ne. Samo s 30 kilometrskimi teki je potem 100 kilometrov še kar daleč zaid, pa tudi pač 10-krat ure te ne pomaga, pa 4x3, pa ne vem, kaj dosti pri tem. Treba pač podaljšati, treba kilometre dobiti v nogo, vzdržljivost, v noge, no, vzdržljivost moraš imeti, če boš hotel nekaj takega odteči, no, in takrat vem, da mi je Boris rekel, da, ko sem rekel, se je to 100 kilometrov, vseeno je rekel, bo še malo težje kot 2 maratona pa pol, ne. Ni to v bistvu samo še en maraton pa še pol, ampak je mogoče 4 skupaj, kaj tako podobnega, se spomnim. Ampak tudi tu se da, če pač imaš zmerno hitrost, če dobiš gorivo v sebe, če ješ. Pomembno, tako. Če se dobro pripraviš. Pa tudi, bom rekel, če imaš dosti energije tekom treninga, se pravi, ko se ti pripravljaš, moraš tudi kar nekaj jesti mogoče, malo več, kakor si navajen, zato da imaš pač, bom rekel, energijo vsak dan iti na trening, ne. Takrat premalo jesti, ki treniraš v obdobju tega treningov, pač hitrih, dolgih, moraš imeti energijo. Saj zredil se ne boš, no, daleč od tega. Da se noben ne boš, če bo pretekel 100 kilometrov. Če hočete videti, kako trenira Marko Tomažin, poklikajte to na Stravi, se ima odprto, ne, pa ne pač aplicirati na sebe, ko bo napisal počasni tek po Ljubljani, 23 kilometrov v 4:30. To ni za vas normalne ljudi počasni tek, ne, to je za vas hud tempo tek, po katerem boste 3 dni mrtvi. Za nekoga je 5 nič, za nekoga je 4 nič, za mene je mogoče, bom rekel, da v 3 postane tudi pri 4:30, tam nekje na 135 utripa, moj maksimum je 200 mogoče cirka, kar pomeni, da je to kar nizka cona še. Res pa, da ko si ful zmatran, ti gre tudi utrip gor, no, in se pač kar pozna, da ne moraš držati, bom rekel, dosti nizkega utripa, no, na teh počasnih tekih, kratkih, kakorkoli, no. Zdajle ni več počasni tek 4:30, daleč od tega, ker nismo v taki formi. Načeloma so počasni teki 5 nič, no, 4:45, odvisno od počutja, se pravi. Ampak določeni so zanimivi. Če greš po maraton 2 ure pa 10 minut, ne, je pa tudi 4:0 napišejo easy. Kjer pač jaz kar en tempo držim, ne, orang. Saj se je potem, smo se že hecali s kakšnega tekača, ki je napisal 20 kilometrov lahkotno, pa je šel 4:05, Saj ni problema, če greš 4:05, sem pač pol, ko vidiš utrip, ne, 165 pa 158, ne, pol veš, da ni užival, ne. Ne moraš napisati easy 158 utripa, če imaš pa 135, pa verjamem, da se nisi neki ful matral mogoče, ne, ampak moraš biti natreniran za to. To je dejstvo, ne.
Tako je, tako je. Strava Ja. ima tudi funkcijo, ko beleži srčni utripinga, daje občestvu na razpolago, tako da se potem lahko analitiki tam zunaj izživljajo na teh rezultatih, ja pa vidijo, kdo se laže v pisih, kdo pa pač ne. Marko, veliko si omenil poškodbe. Ja, poškodbe si omenil že pri rokometu, toliko si jih omenil, da ne, da sem se kar zgrozil, da še dobro si še cel. Pri teku si jih praktično konstantno omenjal, a ne, od plantarnega fascitisa, kolena, zadnje lože in tako naprej. Bog pomagi, a ne. Prej si rekel, ultraši, ne vem, če so toliko poškodovani, veliko so poškodovani, ampak tudi ti, ja, bo rekel, si kar dosti poškodovan. Zdaj, ok, veliko treniraš, veliko intenzitete daš, kilometrov in vsega. Najbrž ti tudi tvoj fizioterapevt, pa še kdo reče, da je to, bom rekel, kolateralna škoda tega, kar počneš, ali kako? Največja napaka, ko sem naredil, je bila ta, da sem delal premalo vaj za moč, ker jih nisem delal nič. In ja, jaz sem bil poškodovan že, pač, bom rekel, dosti mlad, zlomljen. Imel sem spiralni zlom stegnenice, imel sem 3-kratni zlom medenice, kar nekaj takih poškodb, so v bistvu tukaj v tem mobilnem delu, kjer pač noge obračaš, in tudi zaradi tega imam, ne vem, pol centa, 1 centi krajša eno nogo kot drugo. In ja, poškodbe sem imel nekaj, res je, plantarni fascitis, ok, pač rata, mogoče zaradi obrabe čevljev, napačne malo tehnike, in takrat sem tudi tehniko popravil. Sem spremenil tehniko, da pač imam veliko lepši korak zdaj. Kako, Marko? Kako? Povej to zdaj ljudi zanima. Kako popraviš tehniko za božjo voljo? Takrat sem v bistvu gledal, vem, da veliko od Gašper Predaniča, ko je bil tudi tvoj gost, no, kar nekaj posnetkov o tem, pa sem se nekaj pozanimal, kaj, kako. Videl sem pač, kako moraš teči, katera vaje delaš, tako da sem kar nekaj vaj delal med tekom te tekaške abecede in podobno. Sam sem si dejansko naštimal telefon na pločnik in potem sem laufal gor dol z različnim tempom, da sem videl, kako lepo stopalo v počasnem posnetku preleti, koliko se zmatram pri tem, koliko energije za to vložim, da to spremenim. To sem mogel kar nekaj časa delati, da sem probal čim bolj pač na cel stopalo oziroma na prednji del stopala prstati, ne? Da nisem v bistvu na peto preveč preletel, ker potem ti preveč sile pride na kolena. Tako da sem veliko s tem tekaškimi vajami, pa pač, da sem se zavedal med tekom in sem pač zavestno prstajal pač čim lepše, da je čim lepše vse skupaj izgledalo, da si čim lepše noge vrtel mogoče, no, in to dejansko dobiš tudi z dolgimi teki, s tekami v klanec, ne, kjer dejansko itak pač ne moreš na peto preletati, pa s hitrimi teki, no, greš tu dejansko bolj naprej in gledaš skozi korak čim lepše in si probaš predstavljati, kot da so tvoje noge, vsaj si jaz tako mečkam zamislim, veliko se kaj vizualiziram, noge se morajo vrteti, tako pač, ko gledaš tiste kenice, ko laufajo, vsi isto obračajo, noge se samo vrtijo, oni imajo bok izkus na, bom rekel, neki isti ravni in pač probaš čim bolj se približati temu, ne. Tako da treba nekaj pač truda v to vložiti, pač ne obupati takoj, ne, ker je težko, včasih, ko spremeniš, se tudi mečkam bolj zmatraš, ker se spremeni tehnika in se ti zdi nenaravno gibanje za tebe, ampak s časom se telo privadi, ti se privadiš, ne, da pač drugače preleti noga in zboljšaš korak, potem s tem pride tudi hitrejši korak, daljši korak, lažji, tako naprej, ne. In manj poškodb mogoče, ja. Je pa res, ko sem poškodbo omenil, jaz mogoče glih zaradi tega, ker v stadionu laufaš v desno oziroma v levo stran, ne, v levo vink, dvakrat. Zlomil sem takrat stegnenico na levi nogi in moja leva noga je daljša. V to nisem nič veliko poudarka dal, ampak je daljša za cirka, ne vem, slab centimeter. In ko greš pa v lev korak, je v bistvu, v levo vink, no, je pa še slabš, ker dejansko se mora desna noga še bolj stegniti. In vse poškodbe, katere sem jaz imel zdaj od leta 2021, no, 2020, takrat prvič, ko me je kvadricep zategnilo, potem pa tudi vmes še kaj drugega, no, tistih 6-7 poškodb, je bilo vse na desni nogi, nikoli na levi, moram potrkati, da tako ostane, oziroma da poškodb ne bo več, ampak vedno me je desna noga zabolela, potem sem še fizioterapevt, on je to zrihtal, sem bil dober, pa sem treniral naprej, no. Ponavadi je bila kakšna mišica zategna in podobno, pa kakšno manjše vnetje ali pa karkoli, no, nič resnega, no, da se ne bi dalo rešiti, vse se da rešiti, no. Sam dosti hitro moraš reagirati, pa iti takrat. Se pravi, zdaj na štadionu tečeš v desno. Na kontra, ko sem Še zmeraj v levo, ne vem, zakaj je mogoče to navada.
Res pa, da na stadionu ne treniram zelo veliko, pač ja, ko so pač intervali 1000 metrov še, potem pa te daljši intervali, so tudi, ko se z ekipo zmenimo, no, probamo po kakšni coni industrijski, kjer ni avtov, delati tiste dolge intervale, po asfaltu dejansko načeloma, ja, pa pač ni potem toliko veliko vinkov, ne. Je pa res, zdaj sem začel, no, 2 meseca nazaj sem pa pol rekel, okej, zdaj pa imam veliko poškodb, verjetno mi manjka ta mobility oziroma stabilizacija, vse stvari, pač, ker v nič nisem vložil, jaz sem je dejansko zmeraj dosti močan, vsaj tako v koru, že pač izhaja iz teh, ali malo preplezano dobiš, malo od rokometnih, bom rekel, let, ko sem treniral, sem pač dosti močan tako za svojo velikost in vse, in dosti močan trup imam, ampak na to nisem dal veliko poudarka, zdaj pa ja, 2 meseca nazaj sem pa rekel, nič, bo treba mogoče malo fitness, da malo ojačam te mišice na nogah, rokah, strupu, ne, da se bo telo pač čim dlje časa bil v popolni poziciji, in ker ko pač priješ na neke tok pa tok ur teka, ne, se ti pač forma pokvari, korak rata slabši, možnost za poškodbe je večja in to se ne zgodi samo na 5, 6 ur, 10 ur, nima veze, to se ti zgodi tudi na 35 kilometrov, ko imaš ti 2 dneva zapored, ne, okej, prvi dan si še spočit, drugi dan si majčkeno bolj zmatren in se zna zgoditi, da tistih zadnjih 10 kilometrov nimaš idealnega koraka, ko si malo zmatren, še zmeraj trening narediš do konca, ampak ga ne narediš tako, kot bi ga hotel, oziroma v taki tehniki, katero bi hotel, in pač dejansko majčkeno več udarcev pride na kolena, na kolke, kamorkoli, in potem se kakšna poškodba naredi, ampak ja, vse se da sanirati, če dosti hitro reagiraš, no. Tako da vaje za moč so zelo pomembne, tudi je Marko verjetno že marsikdo povedal, ampak še vedno jih ne prakticiramo dovolj in s tem vajam, pa potem mogoče valčkanje tudi, ne, ko je tudi nekaj tazga, kar pač se probamo izogibati, se lahko v bistvu izognemo marsikateri poškodbi. Tako da ja, zdaj sem nekaj poudarka dal tudi na to, ker vseeno preveč kilometrov naredim, da bi brez kakršnekoli vaje, oziroma tudi nisem nadaren, kot kaže, ne za ultratek, ampak da bom zelo dolg tekel, če nobene vaje za moč delal, ne, ker ja, ne bi imel rad poškodb, rad bi pa dolg tekel, tudi v svoje pač čim dlje, no, kakor bo šlo. Tako da to lahko pač vzdržiš sem na to, da pač delaš veliko vaj za moč in delajo vsi boljši ultramaratonci, bom rekel. Ja, Aleksander Sorokin se tako rad slika v sobotah s tistimi utežkami. Tako, oziroma njegovi social media menedžerji te fotke v tem togu zaljšajo, da se vse žile vidijo. Ja, kdor je poslušal, spoštovane, do ure pa pol tega podcasta, ja, je lahko ugotovil, da smo spet pri temi, ja, ki mi daje sol na rano, to je pač vaje za moč. Ja, Andrej, na tem mestu bom začel delati tudi jaz kakšno vajo za moč. Ja, zdaj mi to že rekel 10 gost zapored, očitno ne znam izbirati gostov, ali pa jih podzavestno izbiram samo take, za katere menim, da mi bodo pač poterali tudi v to vrsto vadbe. Ta trenutek, Marko, imaš kakšno poškodbo, si v redu? Trenutno ena poškodba, pa tukaj imam zategnjeno zadnjo stegensko mišico, no, ampak to se mi vleče že 1 leto. In jaz lahko treniram, jaz sem pač tekel od laufa, mogoče je bilo majčkeno bolečine, ampak veliko bolečine pa manj, ko sedim v avtu, ampak bomo tu zdaj v naslednjih tednih zrihtali, ker pač sem bil pri ortopedu na magnetni resonanci in na srečo je vse pokazalo, da je vse v perfektnem stanju, hvala Bogu, in verjetno gre samo za neko zategnjenost mišice, katero treba sprostiti. In sem vprašal ortopeda, če lahko toliko časa traja, kolikor traja, in rekel, da pač lahko, ja, na žalost. In to bo treba zdaj sprostiti, ampak ja, treniram lahko, tudi on me ni odsvetoval, na srečo, treningov, se jih lahko udeležujem. Kot ponavadi ortopedi radi delajo, ja. Ja, jaz sem mislil, da bom dobil zdaj prepoved za 3 mesece, pa karkoli, ne, ampak imam na izvidu napisano, da pač športne aktivnosti ni treba prekiniti, tako da lahko pa zaradi tega tečem, je pa res, da moram zdaj nekaj zaporednih fizioterapij imeti, da pa se to vse skupaj sprosti in da potem lahko normalno, oziroma treniram že normalno lahko, ampak da me tudi pač, ko sedim ali pa karkoli, ne boli, ne. Že zdaj veliko vaj sam delam, pa veliko sam razbijam, tako da že zdaj bomo rekel 14 dneh je malenkost boljš, verjamem pa, da bomo to sanirali v naslednjih
tednih, no. Je pa treba pač delati vaje za moč, da do tega ne bo prišlo, ne. Enkrat sem poslušal podcast, kjer je nekdo rekel, se spomnim, zelo dober, mislim, da je laufal maraton 2:45, tako je takega, 2:40 celo, in je delal samo okoli 30 do 50 kilometrov tedensko, kar je zelo malo za tak čas, vsi vemo. In bil je pa v fitnessu 7 ur do 10 na teden. In kot kaže, če pač delaš dosti vaj za moč, si dosti močan, imaš vzdržljivosti, pa še nekaj hitrosti na koncu se da, ne. To se mi je zdela zelo dobra informacija za to, da pač moraš biti močan, da hitro tečeš, ne. In da je ta pač moč kar pomembna, no. Tudi če ne delaš, poleg kakšno vajo več narediti, pa kakšen kilometer manj preteči, če nimaš časa, pa boš ravno tako hitro tekel. Res pa je, če šteješ kilometre, no, jaz jih nimam veliko, ker sem omenil 4500 letos, lani sem presegel 5000, en let prej spet 4,5, nekaj takega, tukaj nekaj se vrtim, mislim, da je to dovolj, no, oziroma tam okrog 5000, verjamem, da jih drugi delajo tudi po 10, ja. Ampak, In več, ja, tako. in več, ja, ampak za 10 000 kilometrov jaz nimam časa, niti ne vole. In Pomagi, ja. raje nekaj časa malo manj treniraš, potem pa, ko se pripravljaš, malo bolj zares, tiste 3 mesece, in potem spet malo spustiš, greš kakšen drug šport mogoče, ker ja, sem že omenil, da se ne preživljam s tem. Veselim se vsakega teka, ko grem, oziroma bolj, ko si v formi, bolj se veseliš, ker lahko Pa res. manj si zmatran, dlje prideš. Ali pa Joj. hitreje laufaš, manj si zmatran, kakorkoli. Vse drži, Marko, vse drži. Ja, res je. Vse to drži. Res, to bom še jaz poslušal si 2-krat. Ja. Pa mogoče dal nek pospešek za leto 2024, preden grejo na plane za prihodnost, dragi Marko, kaj pravi tvoja draga žena, ki reče, ali laufaš ali pa pri fizioterapevtu, Bog pomagi, ne. Lej, normalni možje so doma, pa peglajo, ne, ti hodiš pa na intervale v industrijsko cono, oziroma ali pa te podpira pri tvojem načinu pač športanja. Imam veliko srečo, da me podpira žena in tudi pač pri vseh tekih je zraven, kar pomeni, ko sem šel v Zagreb, pač takrat ni šla, ker pač ne vem, kaj je bilo, nekaj imela, ampak v Celtek pa tukaj v Kranju je 12 ur v bistvu tam, pa mi pač, bom rekel, suportira. To je, bom rekel, največ vredno takrat, no, ker brez podpore ni variante, da odlaufaš kakršenkoli dober čas, no, na takih dolgih razdaljah, oziroma ti je veliko lažje, tudi z vidika potem spodbude. Mogoče sem imel enkrat slab trenutek tam na Celtegu, pa sem rekel, da ne gre ven krog mečkam hoditi. Rekla, lej, če si tukaj daleč prišel 5 laufa, zdaj do konca, kaj bo zdaj nekaj hodil. Zdaj prišel hoditi, lahko po Ljubljani. In pa sem šel naprej in sem pač vztrajal in na koncu pač prišel do konca tako kot treba, ker sem imel takrat velike krize zaradi tistega, pač ko je pihal, ampak ja, na srečo, nekaj časa ti vzame, to je dejstvo, ja. In v najboljšem času sem treniral po 12 ur tedensko, mislim, da tam nekje se vrti številka, kar niti ni veliko, no, marsikjer ima veliko večje, veliko več časa se vloži v to, ampak 12 ur do mogoče 13-14, ajde, res pa da je velika večina časa, takrat, ko treniram, se pripravljam čez vikend, kar pomeni, da moram zgodaj zjutraj vstati in še narediti glavnino, potem pa še nekaj popoldne, si vzameš tisto urco, pa pol urco, mogoče pa narediš, v nedeljo spet zgodaj vstati, oziroma nekak čas najdeti v dnevu, da lahko greš. In jaz grem veliko teč tudi v mogoče malo čudnih urah, ampak ne zgodnih, ampak poznih. Ker zgodaj mi je zelo težko vstati, ne, in da bi šel v 4, kot določeni, ali pa v 5. Lahko pa pač, sem šel pa kar nekajkrat, no, ker sem imel na treningu napisan, ne vem, 30 kilometrov, pa je bila ura, ne vem, 9:30 zvečer, ali pa nekaj takega, ali pa 35 kilometrov, pa sem zračunal, ok, 5:0, to bo kaj, sem 2,5 ure za laufati, ne, to bo dolga. In sem šel, pa sem vedel, da bom pač malo čez polnoč končal. Potem sem stoširal, pa bom šel pač spat, ne, in tako da sem šel kdaj tudi ob 9:30 na trening, kar je precej pozno, no, nekateri zaradi tega ne morejo spati, jaz sem srečo, da lahko spim, takoj potem, saj sem zelo smatran, da bom zaspal. In ja, pač nekje najdeš nek čas za neko aktivnost, no, da se vse prilagoditi, no. Marsikdo ga najde, ko ima pač nekaj otrok, pa pač najde čas za to in če se nekako dogovoriš, pač ja, gre. Te imaš pa tudi dneve, oziroma tedne, mesece mogoče, ko malo manj treniraš, ko vzdržuješ kondicijo, pa si malo več
bom rekel, doma. Ja, fizično prisoten. tako, seveda. Da pač pokompenziraš za vse tiste dirke, pa 12-urne zadevščine in tako naprej. Nekaj te še moram vprašati, ker si ravno tlele, zakaj atletski klub Mengeš, Marko? Zadeva je taka, da sem v bistvu tukaj v Ljubljani nekaj klubov, ko so, in mislim, da je članarina kar draga, tu mesečno moraš plačevati. Ja? In pa jaz sem takrat rabil v bistvu prijaviti samo za eno tekmo, da na državnem prvenstvu lahko nastopa takrat za 100 km, ne. In potem sem iskal klub, v Črnučah, AK Črnuča ne obstaja, AK, pa je tam Trzin ne obstaja, naprej od Trzina je Mengeš, AK Mengeš, evo, obstaja, ne. In potem sem poklical in sem vprašal, če se lahko prijavim pač pri njih, da pač bi pri njih bil, no. To je dokaj nov klub, ko so pač zdaj novo, pač bomo rekel, imajo telovadnico pa stezo, se je klub ustanovil, sem poklical, če sem lahko pač pri njih, zraven pač zaradi tega, da se prijavim na državno prvenstvo, potem sem pa takoj videl, sem je takrat drugi, super, le, imamo nekoga pač, ko je na državnem prvenstvu in bom rekel, tudi meni, no, je biti v takem klubu zelo dober, mislim zelo dober, pač nimam veliko stika, ne, ampak vseeno. Vem, da pač ta predsednik pač kaj omen tem otrokom, da sem šel laufat in malo spremljajo pač. Pa je nekaj motivacije za kakšnega, no, da mogoče kakšen kilometre več preteče v takem okolju, da kakšnega več mogoče motiviram otroke, da se kakšen več na atletiko prijav, ker ja, vseeno imeti nekoga, pač pa ne, da sem jaz ne vem kakšen profesionalc, karkoli, sem rekreativc, ne, oziroma boljši rekreativc, amater, kakorkoli, je dobro imeti, da pač imajo nekoga v klubu, no, ko pač nekaj doseže, no, in dobijo dodaten zagon, motivacijo, da trenirajo, da vidijo, da se da, da se pač iz treningom pač, da se da tudi dolgo razdalje teči, ne samo kilometra pa pol, 800, ne, ali pa 3. In pač ja, zaradi tega mi je pač dobro, da zdaj sem v tem klubu, bom rekel, klubu, kot so pač tukaj bolj znani klubi v Ljubljani, bi bil zgolj samo številka, ne, to je dejstvo. In čeprav bi bil državni prvak, pač ne vem, če bi to sploh kaj pomenil. Tukaj pa, bom rekel, nekaj pomeni, oziroma tudi predsedniku in potem, ko to pove otrokom, so bolj motivirani, da tisti trening takrat, ko zdajo informacije, mogoče, da pa imajo državnega podprvaka ali pa prvaka, ga majčkeno bolj oddelajo, pa malo bolj resno hodijo na treninge. Mislim, zaradi Marka Tomažina je Slovenija izvedela, da AK Mengeš obstaja. Ja? In zdaj, evo, zlati sin atletskega kluba Mengeš, Marko Tomažin, ja, pač navdušuje tudi otroke, pa tako naprej. Všeč mi je ta tvoja poteza, vidiš, ne, tekači tam zunaj, če ste dobri, poiščite še vi kakšen tak klub, pa ga poneste v svet. Ja, tako, ja. Povedal mi je eno zgodbo, no, Anže, ko so bili na nekem pripravah, zdaj, ne vem, tam nekje na Dolenjskem, in jaz sem imel ravno 100 km tukaj v Ajdovščini, in ko mi je povedal to zgodbo, no, mi je v bistvu bil še bolj do tega, ne, da pač koga spodbudim, so ga sprašvali v bistvu otroci, ne, kako mi gre, ko pač vseeno tudi traja nekaj časa, zdaj je pač prvi, na začetku sem bil drugi, tretji, no, kakorkoli je, zdaj je prvi, vzdržuje, in pol v bistvu mi je povedal, ko so se peljali iz avtobusom ali kombijem, kakorkoli, nazaj proti Ljubljani, sem imel jaz dih bolj kot ne proti cilju. In so se takrat na Petrolu, se mi zdi, ustavili, da so pogledali takrat na Instagramu ali nekje posnetek, ne, da so videli, evo, prišel je v cilj, prvi je, imamo državnega prvaka, in so bili tako otroci ful veseli, ko jih je pač skozi zanimalo, no, kako mi gre, in tudi pač meni, bom rekel, malo, bom rekel, veselja dalo to, no, oziroma ta informacija, da pač ja, da so ponosni na tebe. Da so ponosni na to, pa pač da vidijo, da se da, pa da imajo tudi oni potem malo več motivacije za treniranje in za udejstvovanje v različnih športih, ne samo v atletiki, no, sej atletika je, ja, kraljica športa, ampak iz atletike lahko v bistvu, ko si mlajši, potem presedlaš kamorkoli, no. Če imaš dobre osnove, se da pač tudi druge športe dobro odigrati ali pa nadaljevati, no. Tudi res, Tako da, ja. Imaš super disciplino, ja, najdaljša atletska
disciplina 100 km, ki jo lahko spremljaš 7 ur in več, ja, ne pa Ja. onih 100 metrov, ki je 10 sekund, pa greš samo na WC, pa že mim, tle pa greš lahko na Dolenjsko, na miting, na priprave, pa na Južno, pa še kar spremljaš bodočega Ja. državnega prvaka. Evo, cel dan imaš zapolnjen z enim državnim prvenstvom, tudi če to spremljaš, super je, že spadreš lahko vmes karkoli. Marko, evo, lej, na koncu bova res potrošila skoraj 2 uri za tole super pogovor, ja, elokventen govorec, ja, tudi Hvala. ja, znaš govor, tako kot znaš teči, všeč mi je se pogovarjati s tabo za konec, ja, da ne bo res predolga, ker tisti, ki zdaj tečejo, ja, in to zdaj pred Božičem, ne, pa si reče 1:45 je čak malo, ne, rekel je 1:30, zdaj 1:45 bi rad nehal, ampak nočem že zaključiti, ker hočem vedeti, kako se skonča ta zgodba, ja, državni prvak je postal, kaj pa pol, zdaj je čas pač novoletnih sklepov, jaz imam enega, Ja. recimo, da bom začel delati vaje za moč, še 14 dni mi jih ni treba, ok, pa začnem. Kaj ima pa Marko Tomažin, evo, koledarčko za 2024, dirke ne broj, zdaj si pa rekel, a ne, visoko na piedestalu tam, zdaj si pa favorit, kamorkoli boš prišel na te dolge zadeve, zdaj te bodo pa gledali in pričakovali od tebe mogoče tudi malo več, tudi konkurenca te bo drugače je mala. Kaj pa imaš ti, če lahko že razkriješ, ja, malo v planu za naslednjo sezono? Za naslednjo sezono še nisem, bom rekel, splaniral tekem. Je pa skoraj sigurno, no, da bom v prvem delu sezone kakšno 6-urno tekmo probal čim bolj oteči, čim daljšo razdaljo. Kakšno 6-urno, mogoče 2, če bo pač dosti časa vmes, pa da so tekme pač nekje blizu, no. Kakšno 21, ko hitro, mogoče tudi zdaj mi je ratalo v Zagrebu na dolg nazaj, no. Brez tega, da sem se nekaj čestitam, ful pripravljal, ne. Zelo malo priprav, pa zelo hiter tek, sem bil presenečen, da mi je ratalo, no. Drugače pa, ja, kakšen maraton tudi mogoče, drug let spet, pa verjetno v drugem delu sezone ali bo to 12 ur ali pa 100 kilometrov, no. Tako da 6 ur, 12 ur, 100 kilometrov maraton, to so pač tekme, ko jim pač odlaufal, jih planiram odlaufati, 24 ur še ostane nekje zadaj, ampak mislim, da znam tudi enkrat v prihodnosti kakšno daljšo razdaljo, kakor 12 ur oziroma pol, mogoče tam 150 kilometrov pa več prelaufati v enem kosu, ampak ja, se bo treba pripravljati, pa nekaj let rabim za sabo, tako da veliko tega si ne morem splanirati, nažalost, ker pač veliko energije potrošim na vsaki, tako da 2 tekme resne pač v prvem delu, 2 tekme v drugem delu. Čez poletje veliko treninga, pripraviti se na vročino, katera me dela kar težave, da mi pač dvigne utrip pred tekmo, ne, in potem hitro prideš na svoj maksimum, pa zabiješ v zid, ampak če si vztrajen, pol vztrajaš. Tako da ja, to so pač neki cilji za drugo leto, no. Mogoče se še kaj spremeni, mogoče kakšna druga, kakšna taka zanimiva tekma tukaj ali v Sloveniji, ali v Avstriji, ali v Italiji, ki jo bom skombiniral s kakšnim dopustom, da vidim v bistvu še kakšno drugo okolje, no. Super si to povedal, evo, že nekje te bom siguren srečal, ne? Če ne tekaško, ja, pa po službeni dolžnosti, tako ali drugače, ja, tako da se že veselim prihodnje sezone, ampak rekordov pa zmag tudi Marka Tomažina, ki bo enkrat pol, ko bo pač imel toliko pa toliko nazdravljenih naslovov v vitrini, šel morda tudi kakšen špartatlon oddelati, pa kaj tazga, najbrž ja, če si bral v ultraših že pred leti, potem nekje v zadnji je v možganih, da bi to šel narediti, ja. Obstaja veliko tekem pač takih dobrih, od balatona, no, ko je najbližje, potem špartatlon, zdaj je vprašanje, ali bo šel ali ne, ampak za začetek pač gremo korak po koraku, gremo pač, nočem takoj prešaltati na neke predolge razdalje, ampak hočem pač najprej tukaj, potem pa tako kot tekači, ko laufajo 1800 oziroma 1500, potem 3, potem 10, 21, 42 in so zelo dobri, zelo hitri. Ravno tukaj je potrebno, mislim, tudi tukaj je potreben približno isti princip, po mojem mnenju. Lahko, da se motim, ampak rabiš nekaj hitrosti vsem prenesti potem na daljše razdalje, ker moj cilj ne bo samo preteč mogoče, ne, ja, prvič ja, ne, sploh pa kakšne take težke, najtežje tekme, ampak tudi v nekem doglednem času, katerega težko oceniš na tekmi, ko še nisi bil. Da, to je res, Marko, ampak zdaj, ko sem te poslušal, je v zadnjo uro pa 3/4, ne,
mi šlo to po glavi. Zdaj deluješ zelo, rekel, kompost, zbran, analitičen si, stoičen tudi, ne? Znaš analizirati svoje, rekel, napake, težave in tako naprej. Slej ko prej, ultra vodah, pridejo tudi odstopi, pa rekel, take in drugačne težave, pa porazi, ne? Včasih te kdo drug prihiti na ciljni črti za sekundo in tako naprej. Ti se mi zdiš človek, ki bi znal pač ponotraniti tudi vse ostalo in zelo hitro iti tudi naprej. Ne deluješ človek, ki bi objokaval poraze, tako kot se tudi, bom rekel, predolgo na nekih lovorikah ne ustavljaš. A je tako? Ja, res je, pač vedno pride nekdo hitrejši, hvala Bogu, ne. In rad vidim, da pač jih čim več teče, da je konkurenca, pa da so dobre razdalje od lauf, pač jaz načeloma, se pravim, mnogo hitreje tečejo nekateri, ne. Res, da pač imajo veliko več časa za to in pač se bolj resno ukvarjajo, ampak pridejo porazi, ja, in odstopi, res je. In bodo prišli verjetno enkrat, do zdaj še nisem, ja, odstopil. Poraz drugo mesto ni, niti tretje, ne, konec koncev. To je še zmeraj osebna zmaga. Ampak ja, pač, ko bo prišlo, pač bo prišlo. Saj sem šel že parkrat na tekmo s tako mentaliteto, da bom pač tudi odlaufal nekako tiste 3 ure, tako na začetku, in bi že takrat bil lahko 6, recimo, karikiram, ne. Pa bilo ravno tako dobro, ne. In logično se ti kdaj zalom in pač nič narobe s tem, ne, ker pač sem razmeroma še mlad, no, za ultra razdalje, ne. Najboljši ultramaratonci so krepko starejši kot jaz in je še veliko let pred mano, ne. In ja, se bo še veliko priložnosti, če bom ostal zdrav, če bom pač konsistentno treniral, delal vaje za moč, ne, da bom ostal zdrav. In ja, priložnosti pridejo, pač seveda, in tekem je več kot dovolj, ne. Udeležiti se jih moraš, čas si moraš vzeti in za trening in za tekmo. Če te kdo prehiti, nič hudega. Važno, da greš ti pač s ciljem svojim na tekmo, tako kot sem šel jaz recimo na v Berlin, cilj je bil 7:30, sploh nisem gledal, kjer sem pa karkoli. Šel sem 7:28 in sem bil takrat za sebe najboljši, kakorkoli pogledam. In cilj je bil dosežen, nima veze zdaj, koliko so drugi hitri bili. Pomembno pač, koliko sem bil jaz takrat, ker sem bil tako pripravljen, toliko časa treniram in tak rezultat sem postavil, ja. In ti spodleti, ne, seveda ti. Tudi iz prvem delu sezone nisem zadovoljen, odstopil seveda nisem, ne. Sem kar lepe rezultate dosegel, vseeno, kljub temu, da pač mi ni šlo najboljše, ampak sem vztrajal pač. In ja, lahko bi bil 5., lahko bi bil 7., pač nisem bil, ne. Enkrat sem bil prvi, drugič drugi, ne, drugič tretji, ne, drugi, ja, se mi zdi. Je vseeno nek rezultat bil, ampak ja, nisem bil pa najbolj zadovoljen za pretečeno razdaljo, ne. Ampak ja, gremo naprej, pač tisto je preteklost, izkušnje, sem rekel, da sem odnesel z tega. Te izkušnje tudi težko dobiš, če nalaufaš 6 ur. Moraš enkrat prelaufaš 6 ur, da imaš izkušnje s 6 urami. To definitivno drži, ja. In moraš biti enkrat na 70 kilometrov, da imaš izkušnje s 70 kilometrom in zato jih moraš preteči 69, kar ni lahko mogoče. Tako da, ja, pač, bodo prišli kakšni seveda porazi in odstopi mogoče, ampak se bom trudil, da tega čim manj, da pač čim bolj pripravljen takrat, ko greš, da si pač fokusiran in mentalno dobro pripravljen, ne. In če si mentalno dobro pripravljen, za kar jaz sebe imam, da sem na teh dolgih razdaljah, se pravi, da pač ne grem, ne bom odstopil in da bom probal zdržati do konca, da vem pač, koliko sem sposoben, ne, da se ne precenjuješ, potem boš imel zelo malo odstopov, ne. Če pa preveč hitro greš od štarta, preveč se zaženeš, preveč pričakuješ od sebe, no, kot tudi jaz mogoče na kakšni tekmi sem in sem še zmeraj zvlekel, hvala Bogu, kar dobre rezultate, se ti pa pač ne poklopi vse 100%, ampak ja, nič hudega. Pridejo tekme druge, letos so, bom rekel, najboljše še pred mano, no. Sem šele, tako kot sem omenil, dobre 2 leti nazaj je bila moja prva tekma, 6-urna v Zagrebu, avgusta 2021, zdaj pa december 2023, tako da če znam vztrajati še, ne vem, 5, 6, 8 let, lahko še ogromno pretečem. Samo pač zdrav moraš ostati pa biti motiviran in konsistentno trenirati takrat, ko pač je treba. Ja,
tudi Sorokin je bil še nekaj let nazaj na svetovnem prvenstvu, 8. ali 9. ne Ja. vem kjer, ja. Pa se zdaj Tako je. noben ne spomni tistega časa, niti rezultata, zdaj vsi vejo, kaj je zdaj naredil. Tako da sem vesel, dragi Marko, da sem te ujel na začetku tvoje ultra kariere, ker bom nekoč lahko razlagal, da ja, ta svetovni prvak, ja, Tomažin je bil pa enkrat v mojem podcastu, ja, takrat je razlagal v zadnji vloži, pa v plenku, ki sem ga šel takoj delati po podcastu, ki so ga posnela, ampak ja, vedel sem, da z tega fanta še nekaj bo. Spoštovana, Mogoče, izvoli. sem mogoče jaz bolj motiviran, mislim bolj vesel, da sem pač v takem podcastu, kot je tvoj, kateri je motiviral tudi mene in vsekakor upam, da sem jaz motiviral koga, da naredi kakšen kilometer več, ali pa da naredi aktivnost, no, karkoli, se lahko gre kolesariti, lahko gre pač hoditi v fitness na hrib nekam, da se malo zadiha, če pa teč pa še toliko boljš, ja. Tako da ja, vsekakor sem jaz mogoče bolj vesel, kot boš ti, če bo meni karkoli ostalo, da sem vsaj enega, pa verjetno upam, da sem jih več do zdaj navdušil, ali nad tekom, ali nad tem, da se pač razgibavajo, da vejo, da pač je šport v bistvu nekaj, kar človek, v čemer človek lahko uživa, no. Da ni to trpljenje, ampak sem prav šport mora zbrati, izprava intenziteto, katera te paše, pa potem gre. Marko, izvrsta, zaključna misel, lej, jaz grem staviti, da se bo zdaj število tekačev, ki bodo tekli v 9:30 v sobotek zvečer, drastično povečalo, ja. Zdaj si dal si nekaj izvrstnih rekel, informacij, znanj, izkušenj in tako naprej za marsikoga. Mene si prav gotov navdušil in navdihnil, verjamem, da še od 100 poslušalcev tam zunaj tudi več drugih, ki bodo nekoč šli po tvojih stopinjah. Glejte, spoštovana publika, če ste brali Karnazesa, pa veliko tekaško knjigo, si zdaj še enkrat poslušajte Marka Tomažina, ja, pa zdaj, pa boste vse vedeli, kole, ja, pa še, kole, ker smo ravno pred Božičem, Marko, a si že dobil, a si zaželil kaj za Božička, boš dobil kaj? Nič nisem zaželel, tako da upam, da bo kaj dobil. Evo, tole Božiček zdajle slišal in ti bo sigurno kaj prinesel. Jaz se ti bom na tem mestu zahvalil za izvrstni 2 urici, ki so jih preživela skupaj v temle klepetu. Izvrstno je bilo. Marko, hvala ti. Marko, hvala tebi za povabilo. Obljubil sem, da bom prišel in sem prišel, ja. In upam, da čim več ljudi, ki odnese od najinega podcasta, verjamem, da ja, in da še naprej pač poslušajo tvoj podcast, da jih motivira in da vztrajajo oziroma se športno udejstvujejo. Tako da uživajte. Hvala vam za povabilo in za poslušanje. Draga publika, v 179. epizodi jaz sem gostil Marka Tomažina. Ja, to epizodo dobite za Božička. Ja, vam pa oba dva seveda želiva izvrstno sezono 2024, brez poškodb, jasno, ne, z močnim korom, ja, pa tudi kakšno mogoče zmago. Marko, pozdrav v Ljubljansko kotlino, se vidimo naslednje leto. Pozdrav na Gorenjsko in se vidimo naslednje leto. Čau. Čau, čau.